Drage dame in gospodje, dobrodošli v novi epizodi Zasliševalnice in današnji gost v januarju 2025 je en tak zelo hiperaktiven model, fotograf, videograf, nova sila Bike Park Pohorje in pa valjda nasploh zanimiv model, ki ga boste zdaj spoznali. Drage dame in gospodje, z mano je Denis Janežič! Dobrodošel. Oziroma, dobrodošel jaz, ker smo danes, by the way, v drugem studiu, smo v tvojem rajonu, ki od odzuni izgleda zelo creepy, da se bomo malo fiksali, ampak je hud tak industrial place, da hvala, ker si me klele sprejel, ne? Če si že kaj gledal, jaz imam tele kratka vprašanja ponovadi, pa gremo naprej v globino. Kar, akcija. Predstav se mojim in tvojim fanom, kdo si, koliko si strani, od kje prihajaš? To Denis Janežič, prihajam iz Maribora, rojen 14.8.87, še stara generacija z Jugoslavije. 87? To si 3 leta v bistvu starejši kot jaz. A, vidiš? Pa toliko jači od mene. Respekt. Kaj je tvoja najljubša hrana? Najljubša? Mehiška. Mehiška? Ja, mehiška. Čez cesto imaš, sem videl? Ja, ni ravno place to be, samo ko si v studiu je vrel, ker je pri roki. Kje pa je najboljša mehiška v naši državi? V državi, ne vem, v Mariboru, Galeb, ob Dravi, gledam, rodni kraj preko Limbuš, ob Dravi si pa res kvalitetna, dobra hrana. Če še bolj razbijeva tole mehiško, kaj od mehiške ti je najboljše? Od tako si all time. Tako si all time. To je to. Pizda preprošlo. Kaj pa najrej piješ? Kot Štajerc ne imaš kar... To vem, da to je zdaj, tako bi rekel, pir, klasika, ne. Drugače pa ta beseda je, nova beseda, to da je zdaj kar jeve, ampak korona. Korona, tako, to je to. Simple, vroči dnevi ob Dravi, ni ga boljšega. Življenje, to je to. To je to, ja. Okej, najljubša glasba. Glasba, tako ti bom rekel, zaradi tega, ker snemam, je spekter vsega, kaj poslušam. Začel sem takrat Limp Bizkit, Korn, Top, še zdaj rad poslušam vse albume, s tem sem gor rastel. Zdaj pa, kaj mi da hype, kaj povežem lahko z nekimi videi, z nekim športom, to je to. Ker si lih omenil snemanje pa glasbo, koliko ti gre najetra iskat muziko za edit? Pa veš, da dejansko glasbo čez dneve skozi iščem, gledam, kaj poslušam, čim bolj na random, kaj vidim v glavi sliko na glasbo, si jih hranim, napišem in potem dejansko včasih že snemam, gledam to, kaj imam zbrano. Smart, respekt. Povej mi, če bi imel na računu 1 milijon evrov, kako bi jih zapravil? Pa ne bi imel, ker mi je bolj pomembno ta proces dobiti 1 milijon evrov, bolj to iz ideje. Nima zdaj enega tako fucking vizije, ki pa rabi zdaj 1 milijon, pa točno veš, kako bi razporedil. Jaz bi rekel, razstavljal kolege, naredil čim boljši čas, pa nekaj naredil za javnost, kaj bi dejansko vsi koristili, pa gradil, ne vem, sploh v naših športih, s temi, kaj se ukvarjamo. Božja vrata so tudi tako. Kako pa gre zdaj ta napredek do tvojega milijona? Do milijona. Kako ti kaže do milijona, ker si rekel, da imaš rad ta postopek? Tako bom ti rekel, tako zelo dobro iz življenja mi je vedno bilo to, da dejansko nikoli se ni gledalo na denar, ampak gledalo se je dejansko, da izključno delaš to, kaj te veseli, ker samo takrat boš res dobro delal. Če zdaj ni več takih nasvetov sem v zadnjem cajtu slišal. Meni se res, ti priznam, odkar sem sladkorno v komo padal, se mi je svet obrnil za 360 in ti priznam, od takrat dalje mi je bilo pomembno v življenju bolj delati, kaj me izpopolnjuje, kaj me veseli, graditi na samem sebi in dejansko iz tega je bila posledica vedno denar. Bravo, to star. Respekt za tole. Na to bo še prišla, kar si povedal, ampak hudo. Nekaj izkušenj imaš za sabo?
Ja. Če potegneš črto, kaj ti gre pa najbolj na jedra v lifeu, pri človeku? Kaj te res kaj tržne tvoj živc? To je en taki dober kot strano včeraj objavil. Je rekel, tak res dobro, ker sem ga našel direktno, fajn mi je delati v tem mojem delu, v mojem fahu vsem, najbolj na jedra, kaj mi gre, ko delam z ljudmi, kaj niso za srcem pri stvari. To te pol. To me bolj izčrpa fizično, ko se moraš z nekom ukvarjati, da dejansko bolj trpim s tem, najbolj mi to energijo jemlje, kot pa dejansko samo delo. Hudo, ker bom pol na to, se bom še tudi vrnil, kar si zdaj povedal, ker so te neke povezave, ki jih vidim. Najboljši nasvet, ki si ga dobil v lifeu. Eden izmed boljših modelov. Ja, sem imel srečo spoznati res zanimive, velike ljudi in najboljše, kaj mi dejansko je to, da dejansko spoznaj samega sebe, ker te boš prav živel. Ker dejansko, dokler ti ne veš, kdo si, kaj si želiš, kdo si prav ti, jaz mislim, da živiš po nekem sistemu, ki nam je pač dan. V matrici. Matrica, dejansko. Ampak zdaj tako, to je kar heavy stavek, se pravi, spoznaj samega sebe. Kaj je na tvoje pojme pomembno pri tem, da ti res spoznaš samega sebe? Pač, zdaj kar filozofski, ne? Ja, nekaj tutorije, daj zdaj, ne? Veš kaj, fora čisto tak simple je. Jaz mislim, da vsak je ustvarjen za nekaj, kaj bo lahko res ekstra dobro delo. In mislim, da cilj življenja je najti to pri sebi. Pizda, eni tavajo še kar, pa se ne najdejo čez cel life, ne? Najhujše mi je bilo, pa imam zelo rad starše pa vse, ampak živeti po sistemu, delati 40 let eno in isto službo, se mi zdi, da dejansko je to bolj, kak bi rekel, pač, če smo gledali kdaj zombi filme, točno to mi je. Delati eno in isto delo, samo en sistem pomeni za tekočim trakom, delati brez kreative, brez živeti v življenju, je kot da si zombi pa hodiš. Robotski štanc. In pol dobiš, ker nisi, mislim, te so mi bile bizarne, jaz sem včasih delal v eni kolesarski trgovini in se spomnim, ki je nekdo prišel in mu je direktor, zato ker pa 30 let ali 40 let ni bolniške izkoristil, mu je pa kolo za 400 € kupil. Pa kako lepo, ne? Ja, glej. To pa kar je nekaj, ne? Dal pa je nekaj. Tako da, zdaj pa, če se... še to, glede na to, da si ful aktiven, kjer je tvoj najljubši letni cajt? Ni ga. Ga ni? Tak, ker je vse. Čakaj, čist tak, živeti vsaki dan na polno, to je to. Če pa ti kdo da gan na čelo, pa reči, zdaj boš pa zbral en letni cajt, da bi ga lahko živel do konca, kaj bi? Zajka je. Zajka je? Respekt. To je to. Zdaj so konc kratkimi vprašanji. Vidite, da bo to šlo naprej v tako zabavno zgodbo, tako da, če se strinjaš, greva zdaj nekako v jedro. Povej mi, kakšen si bil kot otrok? Kako je izgledalo tvoje otroštvo, Denis? Koliko se spomnim, pa to najboljše bilo, je rekel, foter mi je rekel, kot da bi ti dali dura celke noter, pa tako je zajc, ko je leto. Za te baterije še kar držijo, ne? Na presenečenje mojem potrkanje, res držijo, ja. Se pravi, pestro otroštvo, dejva reči. Pestro otroštvo, aktivno otroštvo. Kot otrok si bil, se pravi, hiperaktivcu tako? Pa hiperaktivno, jaz bi rekel, pač, bilo me vse posod polno, vse me je zanimalo, želel sem doživeti, adrenalin me je gnal že od nekdaj. Doma so bili pa nekako tako na finančno, da so ti lahko to vse omogočali? Pa, tak bi rekel, je bil strah, samo je bilo, kaj sem robil, je bilo, dovolj je bilo, dovolj. Lepo otroštvo. Ja, ni bilo zdaj ne vem kaj, ampak nisem nobenega primanjkljaja čutil, nikoli. Najljubši spomin iz otroštva? Najljubši spomin? Ja, če malo pobrskaš, mislim, se jih je veliko, ampak tako če. Ponovadi tiska ti prvo na pamet pade. Tako bi rekel, to pa je prej iz karateja zelo dosti lepi trenutkov. Ja? Ja, zelo dosti. V kakšnem smislu? Zelo dosti. Odpotovanj pa to? Tudi ljudi, borbe. A ka si mlato enega na tleh? Pa, mlad. Se karate ni lih tako, ne? Ampak kdaj si začel s karatejem? Pri 6 letih. Pri 6 letih? Ja, rekla sta mi stara, da tak je,
zelo zanimivo. Mama je bila profesionalna plesalka, star je treniral karate, rekel, prvo karate, ker je pubec, če ne šlo ples. Te pa sem se držal karateja, gre za to ples. Ampak bi to rekel, da je bil en tvojih prvih športov takih, bolj resnih? Od vsega začetka sem se našel, me je gnalo, dober razvoj, malo akrobatike, zraven adrenalina in je bila najboljša predispozicija za bilo kateri drugi šport. Koliko časa si ustrajal v karateju? Do 21. leta. Toliko časa? Ja, samo karate. Treniral, samo karate. Prvo 2-krat na teden, do tega do 10 treningov na teden. Zdaj že črn pas drugi dan. Ne, kje si? Črni pas. Imaš črni pas v karateju? Seveda, ja. Kaj te je v karateju držalo toliko dolgo časa? Borba. Ne, veš kaj, to je to, res. Tu imam veš kakšne spomin, res take spomin, to je najboljše. Tak sem prvo bil v enem klubu v Limožu, ker mi je bilo priročno, je bilo doma, potem sem nekako prišel v reprezentanco, sem prišel v drugi klub, v Branik, Maribor, kaj je pod stadionom klub bil in trener od tam je rekel čisto simpel, rekel, life je borba. Zdaj pa, ko greš v ring, ali se oštepal, ali pa boš i dobil. In je bilo to. Se to je lepo, in je bilo to. Je rekel, tak je life, tak je tu, a boš i dobil, ali pa boš se boril. Zdaj pa kako ti borbe izgledajo v karateju sploh? Borbe, gledaj, na začetku smo imeli male rokavice, malo prekrilo, dosti plavi, bolelo ko satan, potem so prišle večje rokavice, ščitniki na noge, tako da bolj tekmovalno za olimpijske, za širšo javnost, da ni bilo toliko poškodb. Kdaj pa pride, naprimer, ta borba, ker jaz sem bil res, mislim, da prvi ali pa tretji razred sem treniral karate, v rumeni pas, kjer smo prišli, ampak tudi, ko smo imeli te turnirje, jaz imam bežno spomin, ampak takrat smo samo, je bila ena velika dvorana in potem se ti izvajal neki... To so kate. Kate si izvajal. Ti si imel kate, navidezna borba, pa borbe, ki si imel z nasprotnikom. Kdaj pridejo borbe z nasprotnikom? Ja, pri tadih tamalih je težko to, ne. Je prvo kate, pač da neko tehniko izpilijo, da pridejo... Da malo kimono užge. More poki, More poč, ne? More poči, ja. Glej, čist tak, poljubno, ne, kak je kdo bil, kjer je bil bolj za borbe, kjer je bil bolj za kate, kam se je usmeril. Kaj ti je karate dal? Razen to... Discipline, strajnosti, borbenosti, pa res borba do konca. Lahko je v zadnjih 5 sekundah še vedno lahko vse obrneš. Borba. Še vedno lahko. Ni konca, dokler ni konc. Dokler nas zvoni, dokler nas ding-ding naredi. Največji adrenalinski šus mojega življenja je, ko naredi ding-ding, pa se borba začne 3 minute. Ker takrat si samo ti pa on in delajo in se boriš. Padaš v kakšen trans ali ne? Pa jaz bi rekel, dober občutek, fokus, bolj fokus, padeš v fokus. Ker tako bi rekel, borba je čisto simpel. Borba ni brez glavo mlatenje. Ja. Ampak je točno načrtovano brati, gledati nasprotnika in narediti najbolj efektivno napad. Zdaj pa tako, mogoče malo provokativno, jaz spremljam zelo ljubiteljsko MMA. Ja. Kam bi zdaj človek s karate skillom v real lifeu prišel? Če bi bila pizdarija. Ne, tako, če bi bila pizdarija. Jaz pravim, da je MMA oblika borbe, ki je za moje pojme najbolj komplet. Ja, res je. In zdaj vedno bolj se ti primerjajo bokser proti MMA-ju, karaterist proti... Kje bi misliš, karaterist prišel, če bi bila pizdarija na ulici? Glej pa, to je tako, na koncu dneva vse odvisno od posameznika. Ampak konec dneva se to, kak si borben, ne? Ja. Glej, bolj ko si borben, več jih bo zrihto. Drugače te pa nauči z enim udarcom zaključiti nasprotnika. To te uči karate. To te uči, pa... Ker včasih začetek karateja bil ravno to. Z enim udarcom si ti mogel zaključiti borbo. Z enim udarcom si mogel ti človeka onesposobiti. To je osnova. Najbolj učinkovit udarec po tvojem mišljenju je kam? Moja specialka, kaj je bila, je bil Ushiro Geri, pomeni taki krožni obrat v sam pleksus z peto. Predvidevam, da to moraš opraviti zelo hitro. Zelo hitro je pa moč nenormalna, pa garantiran zlom. Je garantiran, podpišen. Še tole, si kdaj mogel uporabiti ta tvoj skill na ulici ali ne? Ja, veš da. Ja? Ja. Pa takrat si pa rekel, hvala Bogu v bistvu, da sem treniral, ne?
Pa ti da, ja. Ampak jaz sem zelo proti temu. Ne, se branka tudi. Ne, zelo Sama proti borilna temu. disciplina uči, da mogoče Samokontrola. samokontrola. Največji problem je samokontrole, zato ker čist tak po izkušnjah to ne prinese nič. Ne prinese nič. Ja, A in bolj je pametno se izločiti, razen če si pač stisne v kot, ki nimaš druge izbire. hudo, no, takrat ti pa prav prije tvoj skill. Ej, Ja. a je ta gibčnost z leti zdaj šla ali je še zmeraj prisotna? Gre, ampak se dela na tem, da ne gre. Da ne gre. Ok, babe, kje si pa ti spoznal zdaj to ljubezen do videa pa do fotografije? To je bilo čisto tak, meni se je vedno zdelo najbolj kaj 2010, ko sem ustanovil društvo Športno Grebit. To si ga ti ustanovil? Ja. Okay. Ja, Kaj je bila 2010. pobuda? To je bilo čisto tak, ko sem končal s karateom. Ja. Ne, se tak, če grem zdaj malo na karate, je bilo tako, da Mislim, tako hočem biti malo bolj kronološko, se pravi, da rekel sem, do 21. leta je bil karate, Ja. zdaj kar prioriteta, ali kako? ja, pa se je dosti že vmes dogajalo, veš. Okej. Fora je bila tako, da dejansko prva medalja karateja je bila napoved moje sladkorne bolezni. Napoved tvoje sladkorne bolezni? Napoved. Dobil sem medaljo, odpeljali bolnico, fant ima sladkorno. Pri katerih letih? Pri 12. Pri 12 letih so ti odkrili sladkorno. Ja. Prva medalja sladkorna. Prva medalja sladkorno. Ja, prvo, tretje mesto v Ljutomero, domov v Maribor pa bolnico. Kakšne vrste sladkorna? Ko to imaš neke Tipa tipe, ne? 1. Tipa 1 pomeni, da trebušna slinavka ni proizvajala nič inzulina in sem mogel vse nadomestiti z injekcijami. In fora je bila, ne bom pozabil, kako je že bilo. Z injekcijami si rekel. En moj sošolc ima pa eno napravico, pa eno cevko not. Takrat ni bilo še tega, veš. Si še Ja. v času koči. Ja, take velike injekcije so bile pa bolelo, ko si jo dal. Sam si jo mogel dati. Veš, kako je bilo? Prišel sem v bolnico, pa mi je rekla, gledaj, pač žal, to imaš. Zdaj pa tako, preko si jo začel davati injekcije, prej boš šel domov. Je 3 dni bilo, si začel davati injekcije, prej zdaj malo joko, pa ni bilo izbire. Se sprijazni s tem. Ja, se nimaš kaj. A zdaj imaš še injekcije? Zdaj imam črpalko. Potem je zelo hitro prišla črpalka. Okay. Sem začel hoditi v kolonijo, ker sem spoznal pač zdravnico, eno medicinsko sestro, ki so kot druge mame, ker so mi res pomagali dosti na tej poti. Res, tudi potem, ko sem v komo padal, to je bilo potem pri 19. Ampak je... komo? Ja. Prav, Ja, izklopilo me, Mortus. za 5 dni, ja. pa kje si bil pa takrat, ko se je to zgodilo? Doma, sam, se to je bil problem, doma nekaj mi ni v redu delovalo, prevelika doza, zbruhal ven hrano, takrat ti ogljikohidrati padejo, inzulin je začel delovati in me je izklopilo. 2 uri Kdo te je nisem najdel? bil, starši doma klicali, so mislili že, da je prepozno, so me napačno zbujali v bolnici v Mariborski in sem 5 dni bil v komi. A je kaj posledic to pustil? Ali... Ne vem, ne znam ti povedati, bil sem na vseh slikanjih, vse smo dali skozi, imel sem težavo 1 leto za koncentracijo in to je bilo ravno takrat med maturo in dejansko hvala Bogu sem naredil maturo, pa vse sem naredil brez ustnih zagovorov, da je šlo skozi, ker potem nisem mogel. Ne, ja. In se pravi, prej na začetku si ti rekel, Ja. da v bistvu te je ta koma zresetirala, mogoče tvoj pogled na life. Zelo. V kakšnem smislu? Zelo. Pa že prej kar nekaj dosti težav, tako življenje, no težav, mislim. Neke stvari so se dogajale, kaj je bil kar stresno, hitro mogel odrasti, glede na vse situacije. In dosti nekih stvari se je odvijalo, malo zgubljen, prečago. Ja. Kako pa alkohol pa zdravil pa to normalno funkcioniraš? Ali? Ja, ni najboljše, ne. Ampak ne, že ne kratko, ne. Pa ni bilo to, pač bilo je tako, res, treniral, malo več si se v športu zgubil, ko pa nisi športov, ko bi bil fraj, pa si se mogel nekaj zamotiti. Čakaj pa ta prav način. Čaka pa, ja, to je bilo, ne. In ti priznam, da je bilo tako res, da tisto, ko me je takrat resetiralo, to bo zdaj res smešno, ampak ko si se zbudil, počutil najboljše na svetu. Ko da, Si se zbudil iz kome? ja, zelo dobro počutil. Ej, še to,
ko si ti v komi, eni pravijo, da slišiš vse ali ne. Se ti to, ki spomniš? Ne, jaz se spomnim. Spomnim se, kot da bi 15 minut bilo, vse bilo belo, roke pa noge sem si videl, pa hodil sem v eno smer. To je to. To je to, kar se Pa spomniš. kot da 15 minut bi spal, pa bi bilo 5 dni. To se spomnim. Ne Točno se to. bati. Belo, vse belo je bilo, pa hodil sem nekam, pa roke pa noge, da sem si videl. To vem. Pa scary tako, da bi feeling. sanjal, kot da bi sanjal. Zelo podobno, no. Fakt, star. Ej, pa še to, se pravi, pri 12 so ti medalja pa korna, Super kombinacija. pol približno, kdaj je prišla ta črpalka? 3 leta potem. 3 leta potem, se pravi 15. Ja, fora je bila ravno do 16 let je bilo subvencionirano in smo pač mogli potem. Ok, in potem povej, kako se je bilo pa boriti s to črpalko? Kako to shendlaš? Glej, tako ti bom rekel, so neke stvari, katere se moraš naučiti, je pa zdaj samo na tebi, koliko boš dal poudarka na to, da bo to funkcioniralo. Čisto tako je, če boš se žalil celemu svetu, zakaj ravno tebi, bo težava, če boš pa rekel ne bo me oviral v mojem življenju, se naučil, vedel, poslušal svoje telo, kako odreagira na določene situacije, te pa gre normalno. Se to je res odvisno od posameznika, kako se spopada s tem. Tako, bi se lahko pa depresija, pa zapil, pa gremo, nič ni več lajfa. ja, pa naraj biti samo sladkorna, lahko bilo kaj drugega, ampak pač kaki karakter si, tako je trener rekel, ali se boš boril ali boš teper. Pa poštepen, točno. To je Respekt. life. In to je res, to je res. Ok, se pravi, vmes, med karatejem si pa kakšne športe še osvojil? Smučal dosti, pač to je bilo, ker tudi starši so smučali, smo hodili pač na to smučarijo po celem snegu. En izmed boljših prijateljev, Javnik, skier, legenda mariborska, tam tudi smo dosti smučali, bili na snegu, na Pohorju od malih nog, se družili, gažgali po strminah, se vozili v Limboš dol po šumi do doma. To je to. Se valjda, tako kot Štajerc, imaš kar enih opcij za rekreacijo, klele, ne? Bil sem v Limožu doma, pomeni, sem šel 500 metrov, sem bil pri Dravi, smo se kopali v Dravi, smo šli 2 km, sem bil na Pohorju. Vrhunsko, vidiš? Ja. Je- Najboljša kombinacija. Perfekten kraj za ustvar dobrega atleta. Dejansko, ja. Je, Ja, kak si izbral, ne? Ej, potem pa, kot so že prej rekla, se pravi fotografija, video, kako pa to nastalo. Ja. Tle si pa v bistvu tudi neko kariero zgradil, ne? Ja, to pa je bil, kako bi rekel, prvo hobi, passion. Čisto tak, 20, ko se je pač vse to zgodilo, tako res zanimive zgodbe so, res karateom super, ampak to je tako se vse začelo, ne veš. Mene je takrat poklopilo, tekmoval v reprezentanci, kadetski začel, državni prvak, sem tja medalje, ogromno medalj, ne. Koliko, niti ne vem, da je bilo preko 100, ker je stari doma štel, pa je zlagal noter. A imaš še to? Neki v škatli, ja. Hudo, okej. Ne zanima me več, glej, zamerilo se mi je najbolj to, ker takrat je bila scena za večja tekmovanja, meni je bil cilj osvojiti pač res na svetovnem rangu nekaj pokale sem dal skozi, osvojil tu od 8. do 16. mesta, ko sem imel občutek, da lahko pridem do medalje na velikih tekmah, ni takrat reprezentanca pokrila, ker sem imel sladkorno, ker sem bil preveliki rizik. Niso ti pokrili tega bolj? In takrat sem jaz to fuknil vse beg, pa sem rekel, Jebite se. ni to za mene več. A bi rekel, da če nazaj pogledaš, a bi rekel, da so en velik talent zafurali? Ne. Ja, To ne. jaz mislim, da bi lahko bil. počutil sem se sposobnega, ampak točno tako, kot se je odvilo, mislim, da je bilo najboljše, kaj se je lahko odvilo. Ker me je pripeljalo v svet freestyle športov, to, kaj sem si želel, začel trenirati akrobatiko, povezal ogromno ljudi, začeli povezovati, se delati od wakanja, snowboardanja, začeli eni izmed prvih z parkourom. Veš to, ko skačeš po strehah, delaš salte, to ja. To imam videa na YouTubeu, gor če pogledaš nazaj. Prvi parkour Ti si tudi parkour. Valjda, salte, gor imamo videa na YouTubeu, imam že videa. res? Ja. Ne bo zao v 12 z Nikonom povezali, prvi parkour park naredili, za štukom je bilo neki vuk face, smo skakali, salte dol, noro. Legenda. Noro. In to vse v tej periodi, kjerga leta? Od 2010 se je to začelo. Od 2010 je bilo res tako, da smo se nekako povezali s parimi prijatelji in rekli, gledaj, naredimo društvo, kaj bo za vse odprto, vsi so vabljeni, dajmo trenirati, povezati, dajmo freestyle športe, da dejansko
osnova taka akrobatika in potem se bo vse skupaj razvijalo. Kje pa imate te akrobatike, gledaj? Zdaj še vedno imam, do 2015 smo imeli, potem tako, ko sem šel v Sant Anton, takrat potem se je nehalo, zdaj ko sem pa nazaj, pa imamo v gimnastični telovadnici Studenci. Pa tudi ti treniraš, a imaš te prav to ene trenerje v tem Ja, društvu? si treniram pubece zdaj. Tudi? Ja, se tako sem začel. Katera legenda? Ja, probaš, malo improviziraš na začetku, potem pa se dejansko to tako razvilo, pa tako že šlo, da ok, zdaj pa jim lahko nekaj damo, pokažemo, učimo. Ja, na koncu imel sem telovadnico v centru, preko 60 ljudi zunaj pri okni so not gledali, ker je bilo prevelika gužva. Ja. Na koncu nas je bilo v društvu preko 100. Koliko se pa zdaj? Preko 100. Za nas je nekje okrog 40, nekaj starih se je vrnilo, nekaj novih mladine, ampak ni se zdaj še tako aktivno na tem delal, ker zraven vsega delovnika pa vseh aktivnosti. Se to meni jasen, ti Ja, si malo. ena oseba, delaš pa toliko enih stvari stari, da meni jasen, kako to sfolgaš. Tudi meni včasih ni, ampak Duracelke, tako sem rekel. Duracelke še držijo. Ne, svaka čast. Dela. Ok, naprej, kako je pa naprej to zgleda? Se pravi, grebit, si rekel? Ja, 2010 do 2015. Ok. Ne, odprl celi svet glede freestyle športov, vse, delali nore stvari, freestyle viku na Rogli, tekmovanja freestyle smučanju pa bordanju na kopah, delal za kope, wake campe smo delali, vse živo, res, vse živo po celem svetu okrog hodili, se imeli fajn, res, ono pravo otroštvo, noreli po Dravi z vodnimi skuterji, to je en izmed mojih najboljših kolegov, je pač imel vodnega skutera in nam bo za 2012, 2013, 2014 preživeli cele čase na Dravi, vodni skuter, gas gor dol, wake skateat. Pa je to legalno? To vse gre? Edini v Evropi smo mesto, ki je reka dovoljena za vodne skutere skozi vso leto in nimaš omejitve hitrosti od dvoetažnega mosta do starega. Nimaš omejitve hitrosti? Ne. Puni šus, 100 dol, cak, štopat, kjer je hitrejše. Kljub temu, da ni nobenega reševalca zraven, to prijete? Pa bolnica je blizu. Bolnica je pa blizu, to je kar plus, ne? Nikoli se nam ni zgodilo. Ampak ti si še neki v tem vodnem skuterizmu, kaj si še tam? To je bilo tako, da pač ta najboljši kolega, Dejan, on je res faca, mija smo se takrat od 20 povezala, še zdaj preživa največ časa, on je, njega cela družina živela za vodne skutere, noro. Zdaj pa res, to je bilo, Stanko, stric Stanko, to je fotor njegove kličeva, on je to na vodne skutere, zdaj pa ne vypleš vodo, pa gor, pa šus, pa nasmeta, ženskija dol, najboljše na svetu. In fora je bila tak, da Dejan, te so bile tekme tudi tu v Mariboru. Pa jaz sploh ne vem, kje je to dejansko? Na Dravi tekme je bilo prav Alpe Adria, prvenstvo vodnih skuterov in se tekmovalo v času lenta, senzacija. To škoda, da tega več ni, res. Koliko folka je bilo to? To iz drugih držav so prišli pa to gori, vse celo nabrežje je bilo polno, gledali to, stoječi, sedeči, to je vse letelo po Dravi, super, res. Kakšne poškodbe? So se zgodile, ampak nič takega, zdaj da bi rekel, veš. Da bi prekinili, pa ne moramo. To pa ne. In ti si tam kaj sodnik bil? Ja, z Dejanom, to me je Dejan pejal, pa potem še en, ki je tu v ženski klubu se boril za to, Ivančič, Peter, on me je to rekel, ja, gremo, te smo šli v Trogir, tam sodili, pač je res dobri časi. Hodili doli po Hrvaškem, sodili, valjda, najboljši kolega na vodnih skuterov smo bila, kaj češ lepšega, ne? In zdaj tega, kljub temu, da tega več ni, še vedno predvidevam, da greš v Dravo malo na svoj vodni skuter. Ga imaš še? Ne. Nimaš? Ne, zato ga ima najboljši kolega in jaz smo se tako zmenila, jaz imam motore, on ima vodne skutere. Aha. In potem si malo menjata, če Točno to. sila. Motor se pravi še? Ja, motor, ja. Pa še kolo? Pa še kolo, ja. Pa kaj še? Bordanje. Prvo je bilo, najbolj kaj je bilo bordanje. To je bilo... Čakaj, zdaj mora pa malo razčistiti. Ker sem jaz tega modela napovedal na Instagramu, sem se najprej zmotil, ker jaz sem mislil, da je bordar in mi je takoj napisal model. Ne. Škijer sem. Škijer, ja.
Kaj si zdaj mislil z bordanjem? Bordanje je nastalo tako, da dejansko sem začel snemati za snowboardanje. Okay. Pomeni firme kot so Santa Cruz Snowboards, Burton Snowboards in bil osebni snemalec vseh vlogov zadnjih 6 let Marko Grilca. Za Marko Grilca? Ja. Sem mislil pa, da je to Kajzer delo. Prej, ja. A prej je Kajzer delo, pa še Prej, ti? ja, Grilo Zode, ko so bile, je delo Andro, potem je delo, zdaj sem pozabil, kako je. Joj, potem še oni delo tudi, ko ima, pizdamo mater. Vse je bilo kar nekaj ljudi, je bilo prej, Ja. ne, in potem pač je tako nastalo, se pravim, 2015, veliki preobrat v mojem življenju, kaj sem se odločil, vse to, kaj sem tu ustvaril, pustil, jaz moram iti, šel sem delati v Sant Anton. Kaj si šel delati, najprej delatorij? Šel sem delati prvo kot, naziv je bil multimedia shaper. Pomeni shapo in snemo sem skupaj v parku, izključno sem pa šel za to tja, ker je bil najboljši teren za powder, želel sem biti nekje drugje, potrebo potem, da grem v svet, sem čutil in takrat pisal v Sant Anton, dobo čez en teden, zdaj te hočemo, gremo. Sem samo doma rekel, v nedeljo, ponedeljek sem šel, sem rekel, če za me ne, pol leta grem, jaz za dan. Spakiran šel? Spakiran šel. Ampak ti si rekel, da si imel social media preko? Ja. Ne, social media, dejansko vse, kaj je bilo glede parka, Ja. promocije parka, kaj se je dogajalo, snemanje za smučišče, če kakšne reklame, priprava, to je bilo v začetku, ja. Zato sem te pa prej hotel vprašati, Plus šejpanje. kje si ti da fakt spoznal še fotografijo pa video? Kako si prišel v to? Ko sem ustvaril društvo, prej, že ko smo hodili z starši smučati, Ja. je vedno tako sem hotel snemati. Kamero sem imel iz karateja, te pa sem jaz te moje posnetke na VHS kasete, pa skupaj zlagal, Okay. pa to, ne, takrat je bila že kamera skozi, pa se je postavilo, pa ni bil kader, pa ono tak, pa sem pa ja, ne, okej. Potem freestyle športi, parkour, nepoznano, kdo bo to vedel? Ja, osnova, da če hočemo mi to pokazati ljudem, pomeni, da moramo snemati, slikati. Ampak, a jaz zdaj razumem, a si ti v tem fokusu samouk? Čisto. Se pravi, vse te kadre, kolorizacije, objektivi, Čisto. si samouk. Čisto. Poleg vsega tega, kar si že Ja. delal, si še to Ja. duplo. Ja. Pa kaj ti ješ, model? Čisto Kakšne droge ješ? Ja. Cuker. Okay, in se pravi, imel si, predvidevam, da če greš v Sant Anton, Ja. moraš imeti neko referenco, da pokažeš, da si v bistvu, da zmoreš. Ja, pokazal sem pač tih 5 let, kaj sem imel z društvom, Ja. kaj smo tu vse ustvarjali. In ker je bilo v freestyle športih na smučeh, jaz sem bil tak, da sem se zraven na smučeh pelil, pa snemal, pa s celo kamero, pa smo skakali s kamero, vse to, in so rekli, to, kaj rabimo. Ok, Ne. pišeš se leto 2015, Ja. spokoj si kufr in si Ja. šel v Sant Anton. Ja. Razloži, kako je bilo tam. Jaz bi rekel, tesno obrnil en list, ko sem tako rekel, fuck, to je to, tu lahko postanem res Koliko si dober. bil to star? 2015, ja, pizda, res. 28. Ja, 28. 28, ja. Pizda, hudo. Ja. Prišel si kaj? In a si imel kaj, mogoče malo treme, kako boš ne. vse to shendal? Nič. Hype, gremo, gasa. Nima kaj biti star. Prijemo tja, bomo videli, bomo zritali. Kako so te sprejeli kot Balkanca? Ful dobro. V redu. Veš zakaj tako bom rekel, šaj s jugo gre samo tu do Šladminga, od Šladminga dalje ni to več problem. Ja. Balkanci radi grejo preveč brege. To je res. Se pravi, kaj si pa tam, a si tam kakšne veze še dodatno dobil? Tam se je vse začelo, ja. Tam se je vse zate, kot kariera pa to. Ja, kot kariera, pa to, da dejansko v svet šel, vse tam. Noro, res sem danes spoznal ogromno. Za Volkom neke stvari snemal, spoznal team menedžera za Volkom, ker so imeli tam hišo. Res prvič pro je videl tak. Travis Rice je prišel, ker zato, ko imajo, so prišli teren gledati za ko imajo to freeride tekmo in so prišli za teren gledati in so rekli, ja, Denis, ti moraš z njimi snemati, pač noro, kaj se je začelo. In seveda, ker sem bil res delavn, res dosti delal,
na vseh frontah, ker so me potem še v marketing poknili in vse, kaj sem to povezoval, ful zadovoljni, naslednjo leto pridi nazaj, nujno, hočemo te imeti. Po končanem so rekli, lej, na Dachsteinu imamo snowpark, poletni, Ja. pridi tja, rabimo dobrega snemalca, vsi proji bojo tam snemati, čejpati z nas dobro, rabimo take ljudi tam. Prišel potem, zaključil sezono, ne vem, sredina aprila, po aprilu spakiral vse v Schladming, se preselil v Schladming, živel v Schladmingu do 24. julija, kjer je bila sezona, potem ostal tam, imel neko stanovanje tam, uživa življenje. Pa kjera legenda, Ja, stari. ja. A ti je kje žal mogoče bilo nazaj priti ali ne? Pa, Če se ti tujina že malo odpira, pa vse veze le tako ti bom rekel, pa to se je zdaj grdo čulo, ampak mentaliteta ljudi, pač to ti štajerske regije, ne vem kakje druge po Sloveniji, ampak je pač taka, da za take stvari, ko jaz to delam, pa kakva razmišljanja, pa kreativa, pa to, kaj niso bili odprti. In sem rekel, nimam kaj zgodi, kam dela to. Lej, hočem probati se v tem, želim videti to, veš, tudi starši, veš, oni ne razume neke tade stvari in je, ne, kak zdaj, ne, veš, šal, vseeno mi je, kaj si mislite, Ja. samo pol menili, čim zajebom, pač zajebom, či pa bo dobro, Ne boš kaj se se pa spraševal, kaj pa če bi, a ne? Ti si Točno to. naredil. Ja. Ej, a bi zdaj tako rekel, jaz če zdaj tako sklepam po tem, kaj ti razlagaš, se pravi samouk, fotografije in videa sproti teh Ja. aktivnosti, Ja. ki ste jih počeli kle, Ja. a bi rekel, da je 2015 bo tudi nek tak prvi dober denar zate, kar se tega tiče, ali še takrat je bilo vse bolj na prostovoljni bazi? Prostovoljno ni bilo nič več v tujini, je bilo pač, ni se zaslužilo, normalno se je živelo, ampak bolj kot ne so mi bile izkušnje pa spoznavanje. Ej, ker potem res, veš kaj se je odprlo, vse se je odprlo. Nekaj z Blue Tomatom, tekme, Pleasure Jam, takrat je bil Pleasure Jam nekaj velikega, sem šel snemati. In takrat tudi, kak sem jaz šel za Dachstein, sem tudi začel z bike parkom tam delati, ne, 2015, ne, 2016, 2017. Ja. Če se spomniš Gravity Gamesov, kaj so bili? Ne, to pa ne. Gravity Gamesov v Schladmingu, to je bil VPAV, Xis, vse to te tekme Aha, to se je v tako imenovalo. dogajanju in so rekli, Denis, pridi snemat, gremo. In so me takrat zraven vzeli in kam je bilo, vsi ti ljudje, šejperi, kaj smo bili še zdaj res dobri kolegi, kaj še vedno delajo. Zdaj pač en izmed najboljših kolegov, kaj je delal z mano na Dachsteinu, je zdaj glavni park dizajner Flachov Winkler, Absolut parka. Ne se je. Ja. Okay. No in tam sem potem tudi z bajkanjem, pač moji prijatelji dobri so vsi bajkali, takrat tudi v društvu smo imeli bajkere, smo snemali, slikali, že vsem tem se V društvu dogajalo. Grebit. Ja, se že vse to dogaja, pa prijem pač v Schladming, spoznam vse te ljudi, tam se naenkrat odpre, delam eno veliko tekmo, še zdaj gor, ko grem gledati, je bil zadnji Gravity Games, kaj so bili, To je še bilo zdaj so katero gor, 2017. 17. Ja. Noro. Ta star, respekt in potem, Ja, res bolano. Pa veš, kaj je bilo sik, najbolj sik. En dan delaš na ledeniku, si z proji vsemi tam gori na najbolj jačem snowparku. Ja. Naslednji dan si imel pauzo, pa si šel furat jebeni bike park. kombiniraš del, pa še tisto, kar te veseli in ubija. Pa sneg, pa bike. Pizda, no, to moraš biti človek za to, Ne. zato ker jaz na primer ne bi mogel tega snega tam le gor, da mi piha minus. Mislim, vse, ko je šajba, pa Bluebird, ali kako se reče. Je noro, ne? A je Bluebird, a je? Ja. Nekaj pa še, nekaj pa ve. Ampak zihar ne bi mogel biti za to. Tako da respekt, da se lahko prilagodiš. Pa ne vem, kako prav jaz tebe poslušam, pizda, vsako stvar, ki se lotiš, jo dejansko zagrabaš in dobro narediš. A veš, pa je ti strek, Jack of all trades, master of none. A bi ti kdaj rekel, da kakšna pa šepa pri tebi, ali pizda vsako naštudiraš, kako se Glej, gre? tako dejansko, če grem v neke zadeve, ne grem izključno zaradi tega, ker me veselijo. To je osnova. Pa kaj si radoveden? Osnova, to, kaj me žene, kaj mi da ono, kaj vidim neko, kaj bi lahko se razvijal, kaj bi se jaz naučil, da imam za življenje dobro, plus da bi lahko razvil, delal boljše, šel na višji, sem šel v linijo vedno. Ej, se pravi, po Sant Antonu pa tem pizderijam je pa prišlo to, kdaj si ti pol začel za Gorilca snemati?
2018. 2018. Ja, Prav glih potem, 2018 ne? sem še šel v Meyerhofen, Ja. sem še bil v Meyerhofenu, delal v Meyerhofenu, ne, isto multimedia shaper, vse to, ne. Zraven pa začel nekaj z Brtnom delati, čez poletje smo se videli na Camponu, ker spoznal team menedžera Hazija na Blutomatu, ko sem snemal pač produkte, pa rekel, joj, pridi snemat v München, Campon, pridem tja, se zgridal to vi, ti si Slovenc, rekel, ja, sem Maribora, ja, bum, od takrat dalje. Hudo. In 2017, 2018. Ok. Kdaj je vmes prišel še Dakar z Marčičem? Marča poznam že odprej, divjak mariborskem. Ja. Ja, prišel 2015, ne, 2014 prvi Dakar, ko je šel, rekel, ja, neke posnetke rajem, smo se ilegalno vozila v Dravi, pa neki progi, posneli, ne, šli dalje, potem je te hodil na te Dakare, norel, prišlo 2019, 2020, pa je rekel, glej, zdaj pa rabo malo bolj, ti delaš to, mi pomagaš, in 2020 smo šla na prvi Dakar skupaj. Koliko ste jih oddelala skupaj? 5 Dakarjev si dal skozi. Yes. Ej, zdaj mi pa tako povej, ker jaz v bistvu, ko se poroča o Dakarju, poroča je samo o fucking temu, ki tam tekmuje, ne? Yes. Zdaj, nekako, da je to res hard tekma, oziroma dirka, si jaz predstavljam, ampak ti si tam zadolžen za, da posnamaš, pa da poslikaš Marčiča, oziroma najbrž izvedeš za kakšne druge, ne? Ja, na začetku samo za njega, potem pa še za druge sem začel. Se pravi, to, kar on prevozi, moraš, jaz si predstavljam, da tudi ti prevoziti, ali imaš ti kakšen drug transport do vsega tega? Stari moj, tu pa imamo toliko zgodb, pa take zamancijske, ker Marča je faca, ne, divjak, in veš, to si se včasih kaj zmenil, priješ dol, pa je bilo tako, mama avto, mama, Denis je, prijema dol, Denis nijam avto. Ok. In sediš doli tam v Džedi, ne vem, pozabo 22, sedim doli v Džedi, gledam, kak te bomo zdaj, fucking 12 km treba narediti, snema treba, pošiljati treba, stropniko pošiljati na Pop TV posnetke, ono, kik, s čim, kak, blage veze, kaj te zdaj, denara nijama, kak te bomo, ne? Stari, povezal sem se na random zadnji dan pred štartom z presom kitajskim. S kitajskim presom? Z eno žensko iz od tode kitajske, do te cele zasedbe, in z njo preživel celi Dakar v avto, 12 000 kilometrov. A si mogel za meni odplačati na tak in drugačen način? Ne, Bog ne, stara baba, ne. Ok. Ja, ampak zgodbe, pa kaj sem vse izvedel, pa pogovori, kakšni so to bili, noro. Se pravi, se kdaj lahko vprašaš, kako je to, kako sta sploh vse to speljala, glede na to, kako je kdaj izgledalo, ne? Čisto vsak Dakar, ko si domov, rečeš, what the fuck, kaj se te sploh zgodilo? Aha, ni to tako, da potem ta prvi je bad, ta drugi je malo manj bad, pa ta peti pa že profi. Stari, vsako leto neka nova. Od tega, da mi je na avto kolo trgalo sprednjo na avtocesti, do tega, stari, da so mi pregledovali posnetke, da nisem na televizijo pošiljal, ker bi mogel ne koliko plačati, stari, vsako leto nekaj novega. Ej, in se pravi, ti si zraven v avto ali na motorju? Avto. V avto? Avto, ja. Ampak še vsem ga moraš izgledati, če vse ti etape kon. Stari. Še oni jebeno, veš kaj je fora? Oni imajo mapo, tja, imajo ruto. Jaz nimam rute. Mi ne vemo njihove rute. Veš kaj jaz dobim 2 uri pred štartom, dobim točke. Tam pa tam ga lahko prestrežeš. To ne veš, to ni Google Maps. Pa ne veš, približno kdaj bo on prišel čez to točko, nič ne veš. Nula. A sta z Marčičem kaj naveze? Kaj si nula, ne dela nič, tam puščava, nikako, nič. Ništa. Plus da ti moraš, to je točka, ne veš kaj je to točka. To je tak točka tu, pa 400 km, zdaj pa ne veš kak je teren, ja. Zdaj pa ali bo, ali pa ne bo. Pa on mora nujno čez to točko, ker lahko pač v tej neki... Gre čez to točko. Je pa res, da ko je točka, imaš to 20 do 200 metrov manevrskega prostora. Sem se tudi skrival za drevami, pa so kamioni mimo šibali, ne.
pa veš, to je naenkrat dim, pa avto prije, pa motorist, pa grem levo, grem desno, tam je kurac posnetek, gremo tam, da bo dober posnetek, pom pa naenkrat kamion, Kamaz, 100 na uro mimo. Pa on je v tej kategoriji, ki ti mu nisi smel nič pomagati, če je pizdel, da morate se... Ja, sem probo, pa hitro te, da ne boš leto ven. Hodijo krog. Veš, da, ni heca. In kako to zgleda, se pravi, Dakar, ti v bistvu, ko on konča, je vas fukan, ti moraš pa isto vas fukan najbrž editirati. Ja, pa meni se je včasih zdelo, da bi bil rajši voznik. Da bi bil ti rajši voznik? Veš, kaj je bil največji stragl je to? Če smo dva tam, jaz bil sam. Ja. Lahko en vozi, drugi editira. Pa se menjaš. Jaz pa mogo voziti, zaustaviti, navigirati, snemati, voziti dalje in vsaki dan delati 1000 kilometrov, priti nazaj, zjeban, še posnet njega v bivaku, iti editirati v sred noči, pa zjutraj prej štartati. Pa bod nesmejan. Pa se zdi, vse hajp. Stari zjutraj se pelješ, tam polni puščavi, pa so sipine, pa sončni vzhod, pa je fakt, kurba, imam srečo. V bistvu na nek način ti lahko tudi rečeš, da si prevozil Dakar. Ja, ne po isti trasi. Ampak si ga. Ja. Kako pa se pravi, z Grilotom, kako je bilo snemati? Noro. Dobre izkušnje, prefurala res dosti sveta, Avstralije, Aljaske, Amerike, vse tu, prva bila na Kosovem tu, ko je to na Džeravici, izkušnje nenormalne. Zdaj pa tako, če pobrskaš po spominu, najljubša prigoda z Grilotom? Aljaska z Grilotom, top. Hudo. Top. Pa polno jih je, veš koliko je. Glej noro, US Open, Amerika, cela družba, ko smo bili skupaj, pa ko ga hengaš, pa tekma Burton US Open v Vejlo, stari, to te dogodivščine, ko rope se ga napije, pa dec zgine, pa ga pa se zjutraj zbudiš, pa ti leži na hodniku nagi, pa si ono tako, kaj se dogaja, stari, hudo ko pes, res, pač do tega, stari, na Aljaski, ko tak ti dal motorne sanke, pa tako reče, veš, tu gor gremo, pa si tak, okej, kaj, pa tako gledaš, 2 kilometra navpično, motorne sanke, 200 konjev, puna petarda, puni gaz boš mogel iti, ker drugače ne šlo, pa se koto dol. Okej. No pressure. Rukzak 17 kg za opremo, gremo. Pa tako je trener rekel, a boš tepe napaze, ne? Boriš. Boš boril, ja. In ti priznam, čudovito. Težki teren, jebeni, do tega stari. Prvič življenju doživel linija, ledenik, lukna, se peleš tak, zavezani, gledamo, ti ne vidiš oblaka in fora je, da ledenik veže na sebe oblake. In samo nekaj reče, ko pride oblak nad špico, imaš par ur cajta, da spizdiš, ker ga bo not potegnilo in ne vidiš več nič. Nekaj to, kar delaš, stari, to so ekstremni pogoji. Pa tudi hude športnike imaš ob sebi in avtomatsko, jaz mislim, da se folk ne zaveda, koliko moraš biti tudi ti na nek način hud, da to lahko sploh slediš, stari. Dnevni treningi, fizična priprava, dnevno, plus ker nekaj je, da se ti v snowparku peleš, ko gre on na Iber vela kiker, pa se ti zraven peleš, pa ga slediš s kamero, to je nekaj, ampak da greš pa ti na resen terenu, pičko materno z njim, moraš biti pa tudi ti spreman. Vse smo, veš kak je, na dva od plazov do vsega, kotanja, na Kosovem, si doživel plaz? Večkrat. Na Kosovem, taki teren, ko pač priješ, close out line, zdaj pa kam? Nikam, ne gre naprej, ne nazaj, kaj zdaj? Ja, nekaj bo trebalo iti dol, malo po skalah, malo tam, se fukni dol, zdaj pa bo šlo ali ne šlo, ne? Fakt, brutalno in mogoče, ne vem, marsikdo sploh ne pomiselno, kaj tacga, ker nekdo vidi samo fotko ali pa kakšen video, pa sploh ne pomisel, kaj je mogo, da tudi kamera skozi, ne samo borba, oba dva borba. Fora je najbolj pomembno, kaj sem se tu doživel, je tim, moraš biti povezan, vsak se mora zavedati odgovornosti, če tebi gre narobe, on ti pomaga, če njemu gre narobe, moraš ti znati pomagati, pika. In to ni cincanja, ni ono, ja bi, ne bi, ono, ne. Moraš biti all in. Povej pa še nekaj povej. Ja. Predstavljam si,
da je v vseh teh momentih bil kakšen shot, ki je bil one take in ni ponavljena, je kdaj? Večinoma. Večinoma. Fora je, pri totih zadevah, kaj smo delali, ti moraš vedeti tote linije, neke tote stvari, to je bilo, ali zadaneš, ali pa ne delaš več tega. A si ti takrat živčen? Kako se v bistvu ti daš v to, ker veš, da ne smeš zafukati? Tako da mi rekel, pač rutina ti postane. Si naučen, veš, gledaj, sem on point, imam skillse, valjda gre na robe, ampak pač probaš čim bolj izničiti, da bi lahko šlo kaj na robe. A bi nam zaupal en tvoj shot, na katerega si najbolj ponosen, da si ga naredil? Lahko slika pa en video shot. Če zdaj pobrskaj smo številni, pa reži, fakt, ta je bila pa resen projekt, ki bi ga rad zdraven, da to govoriva pokazal folku. O čem govorimo? Pizdarija, dosti jih je. Pa da je pa 3 stari. To je vedno dobro gledati. Veš, kaj mi je dobro? Dobro mi je par takih. Rope Tonteri na Aljaski, zadnji dan, južno postalo, smo rekli, nemo nič, je Rope zašel po en quarter, naredil en jebeni nose grab, nad helikopter padom, pa vsemi onimi to doma v spalnici. Ne se jebe, hudo. Hudo ko pes, res. To je bil slika ali je bil to? Slika. Druga slika, kaj je grilo v Avstraliji, backflip, one footer. Backflip, one footer na bordu. Na bordu. Kaj to pomeni, da si na velikem kikeru, to imam v pisarni za sliko. Ja, no, vse lepo. Glej, fora je bila, jaz sem res eksperimentiral. Ja. In kak so prišle 360 kamere, sem rekel, jaz moram imeti. In sem prvi dobil za Slovenijo Samsung 360 kamero. Okay. Naredil svojo stabilizacijo in začel snemati za to 360, da si lahko gledal vse okoli. Z očali na telefon, vse to mi je hype. To res razvoj, ker se še vedno mislim, da je to nekaj, ne da bo prevzelo snemanje, ampak na drugi način lahko to prikažeš. In se ti lahko par slik pošle. In sem naredil sliko v backflipu gor in je imel 360 kamero, sem mu točno tako nastavil in sem pač zelo na daljinca to skliko jaz in je jebeni shot. Ej, a se kdaj, naprimer, to je bilo takrat, če jaz vidim, ta 360 je bil po vojih. Čisti začetek. A je malo težje ali isto težje kot GoPro kamera? A prvo je bilo dosti težje. A ima naprimer kakšen atlet, ki gre na kaj tacga, ima kdaj kakšno, da ne me obremenjevati, če stopi z domatrno to težo na glavi, ima kakšne borbe kdaj, da ga prepričaš? Ful. Je, ne? Ful. Eni so ful za to, drugi manj, vse to je čisto tako. Ampak tako ti mi rekel, že vidiš, kdo je kak, ne obremenjuje s tem, hočeš vedno dober vibe, tako da vedno živiš, A moraš biti kot kamerman oziroma fotograf zraven nečesa oziroma zraven nekoga, ki se pripravlja na nekaj res velikega odfurati, tudi malo psihologa ti? Zelo. Zelo, a ne? Zelo. Glej, jaz sem tako rekel, kaj jaz mislim, tote vse ekstremne zadeve, kaj smo jih delali, so najbolj do izraza video in foto prišle, ko smo z rajderji bili na prijateljski ravni. Ker smo se poznali, vedeli smo, točno sem vedel za vsega, kaj mu paše, kak bo šel, zaupal sem mu in včasih na kikeru, to je bilo na meter zraven s kamero, bolano. Ampak mogo si zaupati, mogo si vedeti, mogo si poznati človeka in bolj, ko smo prišli na prijateljsko raven, zato tudi z Grilotom smo malo bolj na prijateljski ravni, tako z Marčem in dejansko so potem iz tega tudi prišli res dobri posnetki. Ko ti opazuješ nekoga, ki si close z njim, pa je profesionalen športnik, kaj bi rekel, po tvoje je glavna odlika takih športnikov? Kva je tist, ki izstopajo od normalnih smrtnikov oziroma pozerjev, ki so tam na naših koncih oziroma po svetu? Commitment. Fora je, jaz mislim, da je tak, za vsako tako zadevo pride, vsak lahko natrenira do določene mere, ima talent do določene mere, pa je oni zadnji klik, ko reče, zdaj pa moram iti preko sebe in lahko to te svoje strahe, zide vse preklopi, pa gre preko. In to pa res redko, kjeri so zmožni. To je ta level up. To je ta level up, ko rečeš ok in grejo gor in delajo
res, res nore stvari. In to mi je ravno bilo tudi z društvom, kaj mi je zdaj, kaj res rad vidim na akrobatiki, je to, koliko ljudi prije, pa gleda, salta nazaj, salta naprej, kak je to? Potem pa ga imaš fucking en mesec, mu pravilno predstaviš, ga prepričaš in čez en mesec delajo ljudje skoraj do zdaj, vse, kaj sem imel, so se naučili salte delati. Respekt. Varno in to. In jim daš taki širši spekter, kaj je možno v življenju, da je to nenormalno. Ej, še tole, preden zajadrava v svet mountain bike. Ja. Zakaj nisi zdaj na Dakarju? Dovolj je. Ker ti nisi imel v bistvu samo Marčič, ti si imel tudi Mitas, pa potem še druge, Ja, ne? Mita, za kontinentalnega, tudi Jure Šebal, Mani Geneš, en romunski, kaj kategorijo od Marča zmaguje, pa trenutno ravno vodi. Vodi? Aha. Ja, vodi, dvakrat je že zmagal to kategorijo. Po eni strani dovolj je bilo, druga stran ti pa tako rekel, pridejo neke nove stvari, novi projekti, neke druge stvari se posvetiš, plus da fucking šestič je na isti lokaciji. Stage na stage poznam na pamet, lokacije že mene na pamet. Sem delal za Jazida, za pač eno poljsko ekipo, sem delal za Jazida, ki smo podobno, to je, on Toyoto vozi in pač smo snemali ta prvenstva rejli po Saudski, tada eno leto sem bil tam 9-krat vse skupaj. Ampak a ni zlih zaradi tega pol tvoje delo lažje? Je, Mislim, ni lažje, ampak tepe zanimivost pa se zgubi. A zanimivost pa se zgubi. Veš kaj, tako ti me rekel, Dakar je zgubil, veš kaj je bil Dakar? Dakar je bil oni občutek, id v neznano z motorjem, po neurejenem, borba tista skozi in prepotovati kontinente. In to je zdaj šlo malo, ta čar se je zgubil. Zdaj pa je šlo v tekmovanje, smrtni gas, blokirati, Brutalno je. pa gremo v smrt. Brutalno je. Ja, skupaj pač življenje. in fora je, zgubilo se ono, kjer si ti mogel biti dober navigator, da si najdo pot, vzdržljiv, dober mehanik, da si znal svoj motor popraviti, ker ona Čeprav, a je res to, kar si zdaj rekel? je kaj? Da se je izgubila malo zdržljivost? Ja, Je. ja. V kakšnem smislu, ker še vedno moraš prefurati vse to? Le tako ti rekel, zdaj je tako, da pridejo, imajo svoje vonvagne tam, imajo svoje mehanike, imajo toliko ljudi zraven, da on odfura, teh 6 ur prije tam, vrže motor, pa ga masirajo. To govoriva o najboljšem nivoju. To je z ekipo. Ja, naprimer Marča najbrž še zmer je Ne, ježa. Marča je v onem, je, ampak tudi, moraš nekaj vedeti, veš, časi je to bilo, to so bili vsi za sebe, ne? Ja. Zdaj pa veš, tudi konec dneva tam ima gume zraven, oni mu vozijo stvari zraven, hrana je pripravljena, ko prideš, zdaj jih že masirajo tudi tam, pa, veš, bolj atraktivno glede hitrosti, manj atraktivno glede to, kaj je Dakar bil, kjer si ti štartov v Parizu, pa si šel v Senegal, v mesto Dakar. O Kluku si, imel si se neverjetno dober na tem tvojem, na tej tvoji življenjski poti in zdaj smo nekje, a smo kaj pozabili vmes zdajle? Mislim, itak je toliko enih stvari pri tebi, ampak zato bi, jaz mislim, da ta glavne stvari so šla skozi. Ja, ta glavne. In zdaj nekje sva v letu Glej, 23, 2024. 2023, kaj se je začelo, da dejansko smo z Pohorjem, da sem začel tu na Pohorju. Se pravi, ti si, da si rekel, da si, ko si bil tamle po Avstriji, ekspedicije to, da si spoznal bajk, ker so folka je fural bajk. Po pravici bo imel bajk že od otroštva, kjer smo z javnikom, z BMX-i šla z gondolo gor, nisi smel niti v gondolo, stara gondola, osko kot pes, nikak not, gor smo šla, trda vilca, zadnji amortizero nepoznalni, gor na videc, po progi, šus dol med kravami, v šumo, pa do doma dol. To si doživel, se pravi cena zdaj, 14 hva to pomeni. Ja, hot. Evo, tako imamo zdaj skota, točno se spomnim, temno plavi skot, rumeni skot napis, to je to, trda vilca, vibrejki gremo. Respekt, se pravi, dal si v bistvu razvoj od samega začetka čez. In zdaj tam si v bistvu se spol vrnil nazaj v nek modern mountain bike in zdaj si... Ja, veš kdaj,
takrat, ko sem začel za Šlomin delati, Ja. te me en dober prijatelj, Jernej Smolem, navdušil nad kolesom, ker je imel dva ista kolesa, Specialized Demo. On je bil vedno... Neonska barva. Ja, vem kjer. Neon smola ga kliče. Ja, on je tank top vedno... Ja, naj se vidijo mišice. To. Stari, sva šla furat, bike park, me učil, hype, to, se rekel, lej, smola, ja še zdaj delam tu, ko prijem domov, jaz ti ga kupim, pa nažigam downhill na polno. Prijem domov, pa reče, stari, prodal sem bike. Ok. Te me razočaro, sem rekel, če so vsi bajkeri taki, ne, bajka fura. Po pa je minilo eno leto, pa si v IT. To, kar razočaro, to zdaj ni bil sarkazem. Ne, malo je bil, ja. Sem mislil, da ti je res v srce stari, ki ti je vrnil bajk. Stari, on je bajk je bil res dober. Ne, dober. Še za današnje standarde, čisto legit. Ja. Tak neonsko plavi. Ja. Top. Dva ista imel, zakaj ne vemo. Ja, en tekmovalen pa en trening bajk. Ja, vidi. Jernej se je znal iti. V glavnem, spoznal si bajk, mislim, vrnil si se spet nazaj. Ja. Potem, kdaj si začel z Lukasom? Ker Lukas je, dajmo reči, da dvignil nivo, odkar si ti prišel. Stari Lukas je začel, ko si začel z Marčem 2020. Takrat ste začeli še vi sodelovati. Noro. Čeprav bi rekel, Luka je imel res srečo, ne? Zakaj? Ker prvo je bil deal za Specializedom. Pa je Specialized Adria takrat propadal. Vem, ker sem jaz še ta zadnji leto jel, lih na Specialized sem prišel, hvala vsem modelom, Ja. to moram ceniti. Ja, In pol je to tudi ja, šlo nama Aleš Ilec je. Ja. Tudi on poklical, dol je v spodnjem studiu smel, prvi Specialized že sliko, vse, pa samo bilo, skenslali so nas, nič ne bo. Pizda, bedna scena. Ja. Ja, tak je life, samo glej, pa Scott pa Luka. Scott pa Lukas. No, Ja, to sta pa se ful začel. dvigali na nivo. In zdaj Ja, se mi zdi, da ful. če vsak let več ja, na videu, na socialu, v bike parku podpora in vse to en tak delata community in se za moje pojme, ker nisem vključen v vašo zgodbo, se ful pozna, da to delata in ful respekt več. Ej, pa veš kaj je fora, ravno to, čist tak, treba je delati, treba je pokazati, zakaj se gre. Zgubil se mi zdi, da se malo zgublja feeling, to, kaj je bilo včasih druženje, hype. Povezanost. Fora je bila, bolj te joko, šel si na pivo, furo si, ni bilo pomembno, kaj si furo, druženje, kdo je naredil vred trik, vsi navijali. Pač ta feeling se mi zdi, ful sem ga imel pri bordanju, tudi bordanje je to zdaj malo zgubilo. Aha, ok. Glej, vsi bolj individualisti, kjer je lepši, lepe cotike, lepi bajki. Konec dneva tisto za oni feeling, zakaj delaš to, ono, kaj je rekel, free si, sam sebe pušaš, da nekaj delaš. Hype. To pa se mi zdi, da se malo zgubi. In ravno to je cilj, malo pripeljati nazaj, pokazati, ker se mi zdi, da mladina pač ni v tem času tega doživela, mi smo. In se mi zdi, da mogoče je vseeno na nas, da malo to vrnemo. Zdaj mi pa povej, kako je pa nanesel, da Ja. si ti poleg vsega tega zdaj v bistvu nekako prevzel vajeti v bike parku Pohorje. Ej, sem že prej probal, Si si že želel, ja, prej, ampak prejšnji direktor je rekel, da pubec, to ni isto, ne, tako ti, ko v Avstriji delaš, ne? To ti je rekel? Ja, valjda. Okej. Ne, nimaš pojma to, ker Avstrija je čist drugo kot tu, ker Pohorje je specifični breg. Specifični, ja, verjamem, da je specifični breg, ne? Kaj smo, tu zdaj vidimo, da je poseben, nimaš kaj. Ja. Čist tak, da bi rekel, najbolj, kaj me je skozi jedlo, je to, da vsi ti prijatelji, pro-rideri, od borderov, od ekipe, kaj smo imeli na Dachsteinu, do direktora Sanda Cruz Snowboardu, ne? Ok. So bili tukaj, smo šli na Pohorje, pa so rekli, da je eno izmed najbolj potencialnih lokacij, Ja. ker je povezava z mestom, čudovito mesto, Hud naklon, tudi to, vrhunska zemlja. Glej, veliko mesto imaš, kar pomeni, da dejansko bi se hrib lahko financiral že samo od prebivalcev Ja. Pa to je v bistvu vaš ponos, to je vaša Šmarna gora. Točno to, plus, ne, kaj pa še, glej, imaš Zagreb,
blizu, imaš Graz blizu, imaš Madžarsko blizu in vse avtoceste, vpadnice pridejo Pa še nekaj za moje vhodna pojme. vrata v Pohorje. Še nekaj za moje pojme. Ajde. Zgodovina je kle. In v mountainbajku, in v smučanju. In res. ne rabiš zdaj ekstra nekaj tržiti. Tega je nekaj novega. Čeprav tako bi rekel, vse nove generacije malo pozabljajo. Zaradi situacije, ki je bila, ne? Ja, veš, je prišel en neki negativen prislug je prišel. V kakšnem Nimaš kaj. Ja, da ni bilo urejeno, smučišča, to, bike park, ono. Pač ogromno nekega se je začelo vsega skupaj graditi in je bilo malo tako vedno distanca do vsega tega. Ne, saj, po eni strani bi te rad vprašal, tako, ker imaš dve strani. Imaš, ne? Eno vprašanje bi te rad vprašal je, filmska karijera pa fotografska karijera ti špila. Imaš iber velik vez, dejansko živiš od tega lahko, ne? Živiš od tega. Zakaj da fak bi šel v neki, ki veš, da je vojna? In politična, in mogoče lokalna, in pač to. Po drugi strani je pa zadeva taka, da ko je nekaj res v kurcu, zagrab, ker boš lahko, če imaš dobro vizijo, iz tega najbolj potegnil, ne? Da mi pa povej, kako da fakt, če imaš umerjen life, ok, umerjen, ka ful potuješ sicer, da ti vse štima, zakaj da fakt se lotiš nečesa tacga, kot je Pohorje? Se pravim, prečudovito društvo, gor, prečudovito, drugo pa je toliko let preživetih z marketing direktorji, z vodji smučišč, z vsem živim, po celi Avstriji, vabijo me nazaj, zelo dobre odnose, kak pa kaj, ogromno naučil in se mi zdi, da to znanje, kar sem ga pridobil tam, da bi ga lahko pokoristil tukaj. Novi izziv in dejansko, zakaj pri vsem tem sranju tam to funkcionira, tu pa ne more. No in zakaj? Zato, ker tako gremo gledati, pa mi kar malo razlagi meni kot lajku oziroma bajkerju, ki nima pojma. V času največjega mountainbike razcveta smo pri nam zaprli Cerkno, smo pa pri nam, jaz mislim, da že skoraj zaprli Krvavce, ne vem, kaj se dogaja. Ok, mountainbike trail centri cvetijo, ampak bike parki so se ugašali in tudi Pohorje, kadarkoli sem prišel, smo prišli načeloma zaradi po pravici povedan ilegalk, pa unga World Cupa, ki je imel ta star sloves, ampak je bil pa iz leta v leto skoraj da ne bolj v kurcu. Vmes je bila neka svetla točka z redlinom, ampak je bil ta redline ne vem koliko časa v nekem res lepem voznem stanju. Flow je pa še nekako še držal po koncu, ampak nisi vedel, kaj te čaka na landingu, ne? Pa letela je kot satan. Pa kaj je letela, ne? Ampak glej, pač realno je bilo pa tako, da če si se hotel res nekako dobro pelati, si pač prišel na Pohorje in pač užival, vsaj bil si srečen, da nekaj je. Da mi pa povej, zakaj je v Sloveniji tako, kot je? Zakaj, ti ne znam povedati, ampak vem, da se lahko spremeni, če se čisto enostavno ti stari pogledi, stare garde malo reši, reče, gledajte, vaš čas je bil, dajmo neko novi list odpreti z ljudmi, ki imajo pojma, z mladino, ki bo to že spet prinesla na profitabilno dejavnost. Zdaj pa, ko objasnuješ tem starešinam tvoje bodoče plane, zna biti, da mački stopaš na rep. Dosti hodimo, ne, saj je. Fora je, da konec dneva je zdaj tak. Je v določenih primerih se delal minus, nobenemu ni bilo jasno zakaj, če v Avstriji ni. Jaz sem dal eno rešitev, kak je ne narediti minus in dejansko zadeva funkcionira. Ok, in kaj je ta rešitev? Kako mogoče, če predlagaš, kako bi na kak način ti postopaš, kaj bi lahko svetoval nekomu k Cerknu ali pa ne vem Krvavcu, kaj manjka, da to steče? Pač prvo, kaj je, osnova je, da dejansko
proge mogoče prilagoditi za čisto vsakega smrtnika, da ga navdušiš nad kolesarjenjem. To mora biti osnova, da dejansko ti lahko tržiš. Razumem. Ti moraš tržiti, pač kot tako moraš tržiti, zraven graditi multimedijo, marketing, ne, da to Pa tudi vzdrževati pol to. nujno. Ker včasih Nujno. veliko komentarjev sem videl zapisanih, da naprimer na krvavcu rock and flow je sam še rock flowa pač ni. Ne? Zdaj za nas mogoče, ki imamo neko predznanje, je bilo meni legit krvavc furati, ampak nekdo, ki pa prije gor, pa gre na rock and flow, misleč, da je nek flow, je pa lahko samomor, ne. Zdaj pa, Točno to. ja. Pač ravno to, kolesarjenje je šport, katerega vsak je naredil kolesarski izpit v osnovni šoli. Da. In ni ga lepšega kot kolesariti po naravi. Res je. Imaš prostost, imaš vse in če prilagodiš poti za čistega začetnika, ga pravilno vpelješ to, do tega, da lahko imaš tukaj svetovni pokal, če lahko zajameš celi spekter, bo zadeva funkcionirala. Ok, in zdaj v preteklosti, to da je je pogre. to ni funkcioniralo, ker ni bilo financ, ni bilo kaj resursa, zakaj to takrat ni steklo? Kako si, s kakšnim planom pa komu si ti potrkal na vrata kot outsider? Novemu direktoru, predstavo reference, predstavo idejo, naredil plan za 7 let, kaj je potrebno, kaj se da, kako delati z marketingom, kako firme povezati, kako pridobiti sredstva, lastna To si sredstva. ti prišel že z izdelanim planom oziroma neko vizijo. Osnova, vsak, ki je hodil na ekonomsko, je ali odprl svojo firmo, prvo predno odpreš firmo, je kaj? Narediti poslovni načrt. Poslovni načrt tebi prinese, da lahko vzameš kredit, da veš sploh kam gledati, da ne natavaš od danes na jutri, kaj boš delal. Bravo. In ko ti imaš začrtan načrt, ki točno veš, kam gledaš, kaj je tvoja vizija, kaj je tvoja prihodnost, si znaš prvo izračunati stroške dela, kje boš vse prihodke dobil in na koncu boš takoj videl, če gre v to smer ali bo plus ali bo minus. Ne že prvo leto krasti denarja, ne si polniti svoje žepe, pomeni egoistično gledanje, da joj, zdaj sem toliko dal not, zdaj pa moram toliko več ven dobiti. Vedno moraš nekaj riskirati, dati svoja sredstva, kaj tudi sem dal svoja lastna sredstva, ki sem pridobil iz snemanja pa ostalih projektov, vložil, investiral v to, zato ker verjamem, da bo nam čez 5 let to pripomoglo k temu, da bomo lahko razvili. S čim se lahko pohvala zdaj? Kaj ste vse dosegli v tem kratkem času tvojega vodenja? Kaj smo je za nazadnje, kaj imamo svojo ekipo, Bravo. katero smo sestavili, pač prijatelji moji, lahko rečem, ki vrhunsko delajo od bagerista do šejpera, ki je res kvalitetno, pravilno se izboljšuje bike park, urejevanje bike parka, delanje na promociji, dodatnem programu, omogočiti kvalitetne treninge pro ekipam, svetovnim pro ekipam in Kolesarski zvezi Slovenije pomeni, da fucking trening, downhill proga, če si ti downhill tekmovalec svetovnega ranga, da imaš možnost iti trenirati kvalitetno. In tle je prednost, ker v bistvu sneg zelo hitro skopni in lahko začne trenirati zelo relativno zgodaj, ne? Točno to in seveda, kaj smo tudi premaknili, je najbolj to, pač zavedati se treba, da smučanje na 300 metrih je iluzija in pač žal vse, kam gre, je smučanje šport dinozaurov, ne? Pač žal je tak, ledeniki, glej, Kopnijo. veš kaj je najbolj žalostno? Pa to jaz jim rečem, 2016 sem bil gori na ledeniku na Dachsteinu, ki smo dol davali vse glede freestyle športa, vse rejle, nove rejle, vse, ki je bila za prvi snowpark je bil na Dachsteinu, na ledeniku. Okay. 2016 smo ga praznili zato, zaradi temperaturnih sprememb in ker ni bilo gori vzdržno. 2016. Mi pa tu upamo na 300 metrih delati svetovni pokal. Te časi so meni.
Žal, treba si je reči in tako bi rekel, imamo lahko dobro smuko na Arehu, se koncentrirati na to, razvijati tam in da vrhu Pohorja, imamo proge gori, ki so primerne za to, spodnji del, kaj se tu je naredila srednja postaja, ki pa bi nam lahko omogočala, da dejansko delamo kvaliteten program za kolesarjenje. Celo leto najbolj. Celo leto. Ja. Se pride kaki mesec, tako kot je zdaj, se dela proga, ne? Ampak cilj nam je pač čim dalje omogočiti kolesarjenje od spodaj, še mogoče kaki outdoor program plus smučanje na vrhu, na Arehu, z tudi to, kaj smo zdaj naredili s snowparkom. Cifre ne lažejo. Točno to. Konec dneva se mora iti za to. Se ne pravim jaz, da bi bilo kaj mogel ukiniti. A pa bilo kaj za joj, to pa ne bomo. Ne, ampak mogoče malo bolj pametno, mogoče malo bolj se koncentrirati na neke druge točke, urediti in potem tisto delati na najvišji kakovosti in z kombinacijo vse skupaj, jaz mislim, da je bila ena zelo lepa celota, ki bi delala, tako bi rekel, delalo bi toliko profita, da bi imeli nove naprave, da bi imeli boljši dodatni program, nove aktivnosti, ki bi privabljale več folka. Pa mi pa povej, se pravi, začel si z aprilom 2023. Ja. Multimedijo, marketing, ja. In to se je pač dejansko, to lahko vsi priznamo, da ste to ful opazili, nek svoj dizajn ste postavili. Ja. Presenetilo me je to, da ste mogli Bike Park page pa Instagram page z nule postavljati. Čeprav so bili stari kanali, ki so že imeli neko dobro, močno bazo iz preteklih let. A lahko se dotaknemo tega, zakaj? Kak so imeli prej nastavljeno, so imeli nastavljeno. Okay. Kako so se to dogovorili, ne vem, pač tako so se dogovorili, ni šlo sprejeti dogovora, da bi to furali mi dalje in pač smo na koncu rekli, zakaj bi se s tem ukvarjali, začnimo novo zgodbo, odpremo novi list, od začetka pa poglejmo, kam pridemo. Pa transparentno. Točno to. In prva stvar, a se spomniš, kaj je bila prva stvar, ki si ti prevzel to, prva stvar, ki si se lotil je kje? Prva stvar, ko sem rekel, okej, dali bomo tole rešvali, da začnemo. Prvo, kaj je bilo, sploh pokazati, kaj imamo. Da se točno vidi, kaj ponujamo, našo ponudbo. Točno pogledati, pokazati, kaj imamo, kje lahko delamo na promociji, da veš, tako je, ljudje morajo vedeti, kaj ponujaš. Potem moraš dati neko dodatno ponudbo, program, ki bo naredil vse skupaj zanimivo. Ne? Pač kaj se je izkazalo je, da tudi pač ni bilo to urejeno, tako bi moralo biti in potem pa smo šli še nazaj in z septembrom začeli od osnov. Pomeni, proge morajo biti urejene, varne, zrihtane v nulo, ker takrat komaj ima efekt moja multimedija pa marketing. Razumem. Ne. In potem tudi, ko folk pride, ko se rekel, mora biti pa urejeno, ne, da je slika lepa, pa pride pa v Mordor. In potem, kako je bilo pa s papirologijo? Ste se mogli tudi kleke zajebavati? Ker zdaj ste odprli nekaj novih trailov, ko včasih jih ni bilo v Bike Parku. Ja, res je. Tudi to je, ne, da pač neka vizija trailov, kje kaj graditi. So se pojavile ideje, kje večati, kam večati, kak večati, ne, so se in dejansko pač osnova vsega, te zadeve morajo biti urejene. Ne more funkcionirati nekaj na ilegali, ne more biti na nekem, kak bi rekel, no man's landu, ne, in si domišljati, ja, mi lahko delamo kaj čemo, pač to je iluzija. Ne, morajo biti zadeve urejene, ker samo tako lahko mi zagarantiramo varnost, razvoj in dejansko, da bo pač zadeva funkcionira dolgoročno. Kratkoročno ti mogoče spelješ kaj skozi na malo taki način, ampak dolgoročno nemogoče. Ampak kako ti je pa to uspel, ker jaz sem na nekaj časa, pa sem vedno slišal, da papirje pa ne grejo skozi, ne, pa kak pa ti narediš? Čisto enostavno, pogovori z lastniki, dober odnos z lastniki, pokazati jim, jaz bi vedno tako rekel,
če imaš ti neko dobro zgodbo za razvoj, vsak lastnik ne bo rekel, ja, to pa ti ne bom dal zato, ker to pa se mi ne zdi primerno. Če si fair, če imaš dober plan, ki bo za javno dobro, jaz mislim, da je zelo redko kdo, ki bo rekel, ja, to pa jaz ne bom podprl. Če pa je to zamere odprej, če so pa to neke nejasne stvari, takrat pa nastane težava. Ampak zdaj je vse urejeno, je vse predpisano. To, kaj vidite gor, kaj je odprto, je legalno, uradno, dovoljeno. Pa še pride še nekaj stvari. Pa pride še nekaj stvari? Ogromno. Ogromno, zelo veliko. No. Začel si do tega boš prišel, ampak začel si se pravi, zdaj si rekel, da si pred kratkom obogatil to bajkersko oziroma šejparsko ekipo. Ja. Kaj si imel pa prej, s kom si pa prej upravljal? Mark Prom je zaposloval ljudi za šejpanje. Pa so bili to kvalificirani ljudje ali so bili pač tiste, ki smo dobili iz sprejeli so ljudi, cilj je vedno bil, da ljudi, ki znajo, pač se pravim, ful je bilo v tem, da dejansko jaz vedno mislim, to so take dejavnosti, kaj sem samo opazil, kaj sem delal, je to. Ti moraš to res si želeti. Če prideš ti na delovno mesto, da rečeš zaradi plače, samo tega, je to jebeno delo. Jebeno. Ker je delo zunaj, moraš ga rad, ampak če ti ni to v veselje, jaz mislim, da dolgoročno tega ne moreš delati. Ne moraš se gledati samo skozi prizmo denarja. Točno to. Sploh ne takih dejavnosti. Ker to je neki taki šport, ki je pač ti moraš biti, ti ne vem, mi gremo nekaj narediti, najboljše kaj je, potem to pofurati. Najboljši feeling, najboljše kaj je ravno to, gledaj, delamo, greš pofurati. Meni še pa toliko bolj, ker potem posnaje in potem imaš vizijo, to zdaj tak, bom pa to posnaješ, pa si tak pogledaš video, fuck, to pa je zdaj sik. Ne, respekt. Ne. No, ampak respekt tudi, ko si se odločil, koga sva rekla, prej ti vklapali, živel si od tega, v bistvu realno ne bi rabo tega, ampak zdaj dobivaš plačo. Odšel od bike parka ali ne? Ta plačo ne, pač pogodbeno, kaj delamo za moje delo, je pa dosti ur prostovoljni. Prostovoljni, ha? Ja, veš da. Pa dosti financ tudi so financirane, ker tako tudi naprimer blazina, airbag, zelo dobra pridobitev, smo dala pač Luka, pa jaz smo financirala do. A pa to ljudje vejo sploh ali pač? Jaz mislim, da ne, pa vse to nama ni pomembno. Pomembno je, veš kaj reče vim, pa to mi je bilo všeč, zato ker to sem primerjal pač z nami, kak je bilo, ko pride mladina, pa začne skakati, pa im je najboljše na svetu. Ja. In vidiš tistih 5 čavžekov, ko skače, pa dela nore trike, pa si ono, lej, to je ta hype, kaj ga želimo dobiti. Bravo. Pika, to je to. In isto za snowpark, kaj je zdaj bilo, je bilo tako, glej, če ne bomo mi, ne bo to nikoli. Dam svoj denar, ker zato sem nekaj delal, zato sem si zaslužil. Hudo mi je, da še ti zraven garbaš. To ni tako, da meš ti, da si poglavar, pa da pošiljaš tvoje postreščke čez, ampak ti z njimi stopaš pa borbaš. Včeraj, ali daj, si objavil story, ki si šopil, kao polnoči si bil šel v Ratraku gor z ekipo za ta snowpark. Ja, smo delali snowpark, ja. Pa kjera legenda? Ja. Pa če je to, ni ga lepšega, pa vidiš tako polna luna, lepo se vidi, gori pogledaš, kaj si naredil, malo šejpaš, dobro druženje. To je to, life. Najboljši moji časi so bili, ti priznavaš kaj, Santa Anton, snowpark delamo za Europa Cup, veliki kiker, dokončamo vse noči, gori gremo, polna luna, lučke vgasnemo, pogledamo, nekaj smo naredili, potem pa home run, 2 km proga, na petardo dol, kjer je zadnji čas ti pivo naprej. Bravo, to je hudo, to so to. To najboljši trenutki pa so, čeprav je pivo drago, 8 evrov, ampak glej. Plača zmagati pol. Ja, si šel smuk. Si šel smuk, ne. Ampak ne, samo to je to, veš, kaj je tako dejansko, ti da res oni smisel življenja. No, za mene, ne za vsakega, ampak za nas, ki smo v tem, je to, kaj te izpopolnjuje. Ne rabi zdaj ti, ne vem, avionov, Ferrarijo, ne vem kaj vse, ne. Zdaj pa mogoče personal vprašanje, pa ga odgovor, ali ja, ali ne. Ampak, lej, toliko si okupiran, da si jaz sploh ne znam predstavljati. Ja. Kaj to terja pa za tvoj love life? Jebeno. Je, a ne? Ne, pa... Ker jaz si ne predstavljam, da bi bil kle še bejbo vmes, kaj še otroka, stari?
Glej, čisto A fotor nisi? Ne. A bejbo imaš? Ne. Punce v komentar, sprejemaš kao. Ne, se ne, nič ne rabne, ker drugače neko delati. Ampak v glavnem, kaj to pomeni pa za to? Glej, tako bi rekel, ni težava, vedno se najde, za vse se najde čas. Ne? Kje, stari? Si dan imaš 40 ur, spiš od tega, koliko spiš? 6 ur, 6 pa pol ur. Vzameš to? Ja, moram. Moraš, ne? Ampak dela se pa potem tako treba. Ampak pol pa že fotor pa mat, kdaj ki rečeta, Kdo? fotor pa mat, ti rečeta. Staro, nima takaj za reči. Ne. Kaj si nor. Čuješ, Denis, po vasi se govori, da si malo narobe zveza. To pa nima takaj za reči. To pa nima takaj. Pa kaj si nor. Ne. No to pa v redu, da ni pa še tega pritiska. Glej, konec dneva, se pravim, gre se samo za to, da dejansko vse, kaj delaš, če delaš kvalitetno, delaš prav, ne? Konec dneva boš tisti kratki čas naredil res ful. To je res. Če pa delaš za tisto naspal, se veš, pa se vlečeš ko megla, te pa seveda ne, ni časa. Ampak vse se da prilagoditi, vse se da, ne, tudi za zveze, ampak kaj pa je pa res, da sem zelo aktiven človek. Kakšen človek? Zelo aktiven. Ja, to pa ja. Zelo aktiven, zelo polno me vse posod. Se pravi, ko bo nova punca prišla, Ja. bo mogla biti po tvojih standardih kakšna? Da to lahko vklopaš, da se lahko sovpade v tvoj. Najbolj kaj je samo to, je samo pač razumeti se skupaj, ne? Ja? Da ve, kaj se dogaja, da to ne pomeni, da jaz bežim. Da pač ja, v polnoči gor, v Ratraku. Ja. Ker, gled, tako bom rekel, proces kreativnosti ni določen na termin. Res je. Ampak je, ko je in pač je treba to razumeti. Če se to razume, je tistega prostega časa ogromno. Se da pol druge pokojiti. In sploh mi ni problem tudi kaj dati malo na stran, ali pa bilo kaj tako rešiti, vse se da skombinirati, ampak fora je, da pač, jaz eno tako pravim, zveza 50-50 in vsak mora dati svojih 100%. Razumem. In če se to potem tako dobro poklapa, te funkcionira, je pa res, da za vsako zvezo mora biti oni spark, če je oni spark, da ti isto rečeš, ja, to je tisti feeling, te ja. Ampak, a se kaj pa bojiš, mogoče ka veliko tipov, kdaj, ka se zaljub, pol malo ostava, pol malo gre, pol malo pusti, mogoče pustiti na sebe, a je pri tebi, kdaj je bila ta že meja, da si pa spoznal kakšno ljubico, ka si pa rekel, da si me pa prevzela, jaz sem kar pozabil. Tak, da bi opustil sebe, ne, zato ker, tak bi rekel, meni se zdi najbolj, pač moje mnenje, kaj je glede tega, je to, da nekdo te ima rad zato, ker si, kaki si. Bravo. In pač me spreme, tako ko sem, je tako to. Veš, Jaz, če bi imel Joške pa Luliko, bi te sprejel ta zvezi. Če te tukaj potola. To je to, ne. Ne, pa se so bile. No, moram, da so bile. Dol so bili dobri cajti. Se še boja. Ja, Ni že končano. Ja. Se pravi, kakšni so zdaj plani v tvojem lifeu oziroma v lifeu Bike Parka za sezono 2025? Kaj nas čaka? Ja, za sezono 2025 definitivno takoj, čim prej, kaj se odpre, že v marcu, imeti vse proge urejene, nova podoba Flowlina, Hudo. Skills Park, čisto od spodaj, za vse ta male čavžeke. Čavžeke? Ja, pomeni in tudi za začetnike, preden grejo v Bike Park, da lahko doli varno probajo, grejo skozi osnove, da ne grejo gor in takoj v ekstrem, ampak doli probati. Ne? In tudi ta Skills Park bo v ceni karte, tudi zastojn. Super. Potem v Bike Park in graditi od prvih poganjalčkov do downhill kolesa. Super. Ne, to definitivno, takoj ko je to zaključeno, ker to zdaj že Skills Park delamo, Flowline še imamo par stvari in bo tudi finiširan. The best. Redline, Jumpline. Totalna prenova ali? Tak bi rekel, določen, večinoma, ja. Rečemo 70% bo Jumpline, skakalnice, drugačne linije,
bolj na tem popestreno s kakimi lesenimi zanimivimi zadevami. Zraven sporedno iz vrha narediti še en trail, single trail, rdeče-črne barve, pomeni taki singlca, ki bo tudi, kak bi rekel, za nažiganje z downhill kolesom, da bo tisto, že ko nimamo zdaj samo svetovni pokal proge, ampak imamo še enega takega, ne? In popestriče kako progo na Arehu. Bravo. To je v bistvu že kar polna sezona, če tako pogledaš. Pa imaš mogoče tako, zdaj sem videl veliko nekih novih stvari, pa to lahko pohendlate vse s protšejpanjem ali bi... Imamo zelo dobro ekipo, smo vključeni, vemo točno, zakaj se gre. Je v planu še par novih ljudi vključiti z znanjem in pač narediti res kvalitetno ekipo, ki bo z veseljem delala in res razvijala bike park na, kako bi rekel, na evropske standarde. Ko mi čakamo, da zaorjemo, ne sam jaz, tudi marsikdo okrog moje družbe se veseli, da pridemo gor, da pofuramo to, kar ste naredili, katele slike izgledajo zelo mikavne, ko poglavljate gor. Tako da respekt za to, kar delaš, verjamem pa, da ni bila lahka pot zdaj do sem. Pa nobena pot ne sme biti lahka, ker te pomeni, da nekaj narobe delaš. Nam je v interesu, kaj tudi z bike park, ne zdaj samo, da je zrihtan, ampak tudi, da se dogaja z dodatnim programom, ki bo vse skupaj pika na i. Tekme, slow enduro, DH, ne, to more biti, testi koles in to želimo čim več testov koles. Bravo, v kakšnem smislu? Pomeni, da bojo test daysi vseh firm, opening, kjer bo vse trgovine slovenske, da dejansko kaj se na slovenskem tržišču da, da se pride lahko predstaviti, pokazati, združiti se skupaj. Amaterske tekme, tako smo imeli na vseh tih talažih trailih, merjenje časa z nekim programom, zdaj pomeni, da ne rabiš zdaj ti iti na slow enduro, ampak glej, se midva hočemo malo pomeriti, videti, glej, nas zanima. Zapir, gremo zdaj podirkat, ne vem, na Red Foxa, imaš čas in malo spodbuja tak tudi. To zraven, kaj dodati, zastojn delavnice kolesarjenja, osnove. Tudi že to, da dejansko želimo, kako si sploh bike nastaviti, stari? Kaj so osnove, stari? Kaj so osnove? Kako začeti, kaki bike kupiti? Ne kupiti to, kaj je zdaj najbolj zlato. Kakšne delavnice? Delavnice prav v bike parku? V bike parku. Razpisan termin? Razpisan termin, kdo se nas želi naučiti, kako se vozi family line, kako se vozi trail. Bravo. Pač osnove pokazati, pridite, probajte, ne vse kasirati, ne, ampak odprti dan, dajmo se naučiti, pogledati, plus spodbujati ravno to, dajmo furati za dušo, dajmo se podružiti, dajmo kot gang kolesarski, ajde gremo nažigati. Pismo, to so res tudi plani. To, pač nekaj dati nazaj družbi, zato da bo tudi oni videli, glej, verjamemo v zgodbo, ki jo gradite. Ja, in potem tudi raj pridejo in podprejo kaj tacga. Ja, točno to. Potem pa kaj pa še zraven, to je zdaj pa čisto amatersko za družbo, kaj pa je zraven tisto, najbolj pomembno je pa to, spodbujati tekmovalni šport. Super. V nulo zrihtana proga svetovnega pokala, ki bo odprta za najem ekip, pomeni, reče, ok, Santa Cruz Syndicate želijo trenirati 5 dni, najem proge, timing, prostori, servisni center za razne segrevanja, videoanalize, imate center, tukaj se pride, se trenira, proga urejena, se vas čuva. Tudi ta zadeva, kar je, se mi zdi, največji napredek, možnost bo tudi gondolo med tednom za polni čas, da bo obratovala, rečeš, glej, od te ure do te ure, non-stop, za ekipe, zato tudi želimo za kolesarsko zvezo tudi, glej,
da bo imeli sploh možnost pa infrastrukturo, da lahko dejansko izoblikujemo folk, ki bo lahko na najvišjem rangu svetovnem tekmoval in da bo dejansko v svoji državi imel to možnost. Ne? Pa veš, da bo to po moje laufalo, zato ker veliko teh ekip gre v San Remo, v Ligurijo, ki je takrat malo toplej, pa to, ampak je treba vse šatlati. Vse šlo pa gondolo, preverjeno World Cup progo in v bistvu vrhunske pogoje za trening. In že zdaj, ko vsi vemo, zdaj se ekipe razporejajo, se testirajo bajki, in moramo priznati, ker zanimive osebe vozijo za zanimive ekipe. Že veš približno ti insidersko? Nekaj že vemo, ja. Noro. In se pravi, ekipe ima že kakšne potrjene, da pridejo na trening? Ja, imamo. Bravo. Par jih je že potrjenih, bomo tudi vse dali ven. Kak pa kaj, kdaj bo kera ekipa, teda tudi naj pridejo ljudje pogledati svetovno znane. Če sem te razumel prav, se pravi, ko profesionalna ekipa zakupi ta paket, bo imela samo ona na voljo, naprimer World Cup progo. Boste takrat zaprli za to ekipo? Za njih, za trening. A bojo pa lahko prišli gledalci malo gledati, pa se napasti? Definitivno. Definitivno, pridite pogledati, naj se vidi svoje idole, pogledati v živo, plus kaj dejansko tudi je, to, da za njih bomo imeli tudi, pomeni se VIP gondola, pomeni, da pred vrsto oni grejo naprej, da imajo tudi mir za sebe, ne? In timing, katerega bo bike park ponujal, in potem sobo, v kateri bo za segrevanje prostor, za pripravo, servisni center, da bo imeli za svojega, ne? Plus video analize, televizija, tako treba, pa za team meetinge, ne. Realno jaz ne vem, če ima to sploh dole. Ja, mislim, da ne. To treba izkoristiti. Bravo. Imamo že pakete razdelane, pa z zanimivimi ekipami so pogovori, kaj pride. Čakam ta star. April, druga polovica marca, april, maj bo divji. A bojo imeli tudi domači tekmovalci kakšne privilegije kdaj? Bojo, nujno. Ki je treba podpreti naše. Nujno. Če prideš v Avstrijo, veš, da imaš stric pizda poštimane svoje tekme. In točno tako mora biti doma. Glej, če smo iz Slovenije, prvo, kaj se podprejo domače tekmovalce, oni imajo privilegij, imajo možnost in tudi bolj ugodne cene. Ampak se pravi, če greva kar specificirati, oče enega mladega tekmovalca, ne bomo zdaj javno izpostavljali, ne, mogoče se bojo najdel, je rekel, da mu ga je pa na jutra, da je tam malo pizda tam v gužvi, pa vidi, kako mensalovci pa mem vrstne hodijo, zakaj njega v tam malo ne more pizda, pa je na vrhunsko se. Kaj mora narediti pol tak fotor? Mora samo pocukati za rokav, pa reči, a se da mojega tam malega, ki ima pač res potencial, še mačkan takole potisniti naprej. Točno to. Fora je kontaktirati, se dogovoriti, čist normalen odnos, gledajte, želimo trenirati, to nam je, mi definitivno bomo podprli, koliko se bo le dalo. Definitivno. Respekt. In tudi povezava z kolesarsko zvezo, da se to omogoča v 2025 je nujno. Ugrajevati programa boste še? Ja, edini v Sloveniji. Edini v Sloveniji zdaj? No, sej, razumljivo. Koliko bo cena karte, še vedno ista? Ne, za otroke in mladino znižana cena karte. To približno kakšne cene govorimo? To govorimo, mislim, da do 25, ne znam še točno povedati, ker še ni točno razdeljeno, ampak vse te cene, kaj so za odrasle, bojo za €2 višje. Kaj pa letna, sezonska? Za odrasle? Za mene. XL, ne? Ali Gravity? Ne, Gravity ne bom šel, jaz bi mogoče, če hočem, pohar prijati. Za odrasle ostanejo ista. To je koliko pol? Za mladino pa otroke pa manj. Pa manj? Respekt, hudo. Pač nam je cilj samo to mladini omogočiti, da pride v šport. Za odrasle žal pa je neka cena, katere se moramo držati za to kvaliteto, kaj jo lahko držimo. Respekt. Definitivno za otroke pa mladino pa za vsaj 20% niže. Všeč mi je razmišljanje, všeč mi je vizij, upam, da bo to res napeljalo naprej brez nekih. Zaenkrat
Tako je rekel trener, ne. Ali te razfuka, ali pa borba. Ja, to je to. Ne, moramo pa vsaj probati, glej. Zdaj pa kam nas bo pripeljalo, pa sam Bog ve, ampak dali bomo vse v sebe. Respekt. Gremo zdaj na vprašanje fanov. Saj jih ni, ker smo marsikaj sva oddelala, tako da tiste, ki sva oddelala, jaz ne bom lih vprašal, tako da upam, da boste razumeli. Grem pa klele čez seznam, pa da vidimo, kje smo. Dragi moj, si ready? Easy. Easy! Ok, prvo vprašanje. Matej Cvikl, mene pa zanima, če si v Bike Park Pohorje že preskočil zadnji table. Kjer je table? Ne vem, zadnji table v Bike Park Pohorje. World Cupa? Pa ni šanse, tem na bolniške. Tega nočemo. Tega nočemo. Je pa cilj, tako bi rekel, ker Matej Cvikl je učitelj kolesarjenja, Ja, je. se pričakuje, da me nauči. Pa še v istem timu sta. Ja, isti tim, samo Kajči Pubec nima cajta. A zdaj zaljubljen pa poročen, ne? Zaljubljen, tak je že skozi, Ok. pa poročen je. Pa še Lukas ga špona tam. Stari Luka pa je, res ga muči. Res. More prodati bajke še doma. Se prav. Gaš Lukas ne more na Wake duplek. Tam sem ga videl na zadnji. Podlesnik Tine, kdaj pride World Cup nazaj na Pohorje? Najbrž dirke. Upamo, da čim prej. Ja? Upamo, da cilje. Hodo. Nekaj zanimivi pogovori so za Bilo bi lepo. Glej, ne, bilo bi lepo nujno. Nujno? Koliko Nujno. misliš, da je kle težava v tem, da včasih je, naprimer, World Cup, če jaz vem, pripeljal kvas, ne? Ali ne? Ne vem, zakaj je bila težava. Boste skrb Ja. skupili pa naredili? Jaz mislim, da tu ni nobenih težav, ker konec je vsem v interesu, da razvijemo zadevo, ne, pa pripeljemo nazaj. Dejte se zbrati, dejte pripeljati to Ja. nazaj, ker se mi zdi, da je bilo noro, ko je bil kle World Cup. Bo. Ej, Matej Stapič, s čim mažeš kožo, da je pri teh letih tako mladega videza? Jaz. Ja. Je to, Binglo ole. ne, veš kak pravijo, to tudi so mi dobro rekli, ampak vsi vemo, ki najboljše zdrži meso? Na hladnem. In to je tvoj recept, na hladnem. Lepa. Aha, zdaj to je Instagram nickname Svenkoti. Ja. Kdaj ga bom lahko uživo ali pa na storiju videl na snowboardu? Mene? Ja. To gre za dušo, samo A bo težko iti na snowboard? pa grem easy. Ampak a je ta hejt še zmer smučar, Hejt? snowboard? Ne, Mal se podjebavate, pa to vedno. ampak smučari ste Ampak- superiorna vrsta. Pa se jaz, veš kak je, ful, ima dobra zgodba z Grilodom. Ne? No, daj, povej. Na tega je bilo v Vejlu, prijava reče, team manager reče, Denis, glavni šef Brtna, Ja. Jake, reče, Jake nija najbolj rad, ne da boš na skijah pa to. Sem rekel, Hazi, nimam borda. Sva šla v trgovino, mi je kupil bord, sem borda. Ja, je bilo prav tako. Le nisi imel druge. Ja, So te stisnili v kot. ampak ne, pa hype je. A je bilo zajemno se naučiti, a si že pred bordo, Ja, pa si ja. se mogel na novo naučiti? Glej, fora, smo skejtali, furali na skejtu, pam treke, rolo nisem ravno, ne, teda, skejt pa snowboard pa smo tu. Model, stari, meni jasen, kako da fakt se naučiš, a še boš pa rekel, da še kajtaš pa windsurfaš? Pa Kajtaš. surfaš. Pa kajtaš pa... Stari kajta, imam enega izmed najboljših kolegov, Jaka Komočar, legenda vseh legend, eno izmed najboljših fot, kaj smo spekla, ti mi jo pokazal. Stari Pubeca, jaz moram siliti, da kajta. Ne se jebe. Ja, det mladinski, evropski, ne vem kak je prvak, pika. Pa ga moraš ti si. Ja. Ok, Dejan Bedenik, Ja. Bedenik, ne vem kako se zgodi. Ja, najboljši kolega je to. No, Dečki fare. Dejči pravi, kateri je njegov najljubši vodni skuter. To pa vemo, zato ker ta moj prijatelj je prisega samo na eno znamko. Še Farad Sajk mora biti to te znamke in pa to je Yamaha. Ja,
A Fahrzeug ima Yamaha. Yamaha, Wetsuit, Yamaha, Jopič, glej, Yamaha se vidi. Se pravi, moraš že malo reči to, ne? Moram, nujno. Okay. Nujno, saj ja, sem snemal drugače za Sidu, ne? Ja. Ni bil zadovoljen. Ni bil zadovoljen? Ni bil zadovoljen. Razumem. Ej, Jacob početaj KC2 početaja. Katero kamero večinoma uporablja za video? Canon. Ej, fora je tak, sem sodeloval z Canonom, prva R5, ko je prišla ven, sem delal promocijo za njih in od takrat dalje vse furam na Canon. Prej pa Panasonic. A lahko rečemo specifičen model? Ja, C70 snemamo tu gor, kaj je najbolj all-rounder kamera, zato ker rajem nekaj kompaktnega, malega, kaj gre zraven na vse hribe na svetu, drugače pa kaj je C200. Masov odgovor. Ja. Tomaž Oražem, bivši prvak, se mu reče. Kdaj bo več kabin za kolesarje in manj za pešce? To leto je to leto, ne? To leto. Ja. Boš tudi to zboril za nas? Dragi moj, pride oblečene čisto vse gondole. Respekt. Upam, da si zadovoljen. To je cilj, Upam, da ustreza tvojim standardom zdaj to. Ja, glej. Lukas Bikes, jaz bi ga vprašal, če ima punco. Ja, Aj, Luka ve malo situacijo, te pa veš, še to on toliko. Pa malo drezne, ne? Ja, veš, da, ja, pikne. Plane za Pohorja Svit Polančič sva že nekako povedala, tako da jaz mislim, da je zelo svetla luč na tem vašem bregom hudim, tako da upam, da ti všeč. Aha, Štruc 62, kako se spopada s političnimi težavami pri upravljanju z Bike Park Pohorje? Ja, jaz še vedno pravim, da šport in politika ne sodita skupaj, ne? Ja. In da edina, kaj je za politiko, je samo to, dokler je plus, bo politika vedno vesela. Ko pa ni, ne? Ko pa ni plus, takrat pa je zelo težko, ja. In še ta zadnji pameten Anže Lovšin sprašuje, projekt, na katerega si najbolj ponosen? Na splošno? Ja. Fuck. Pizda, veš koliko projekt, veš koliko projekt. Ja, se je to. To je ena taka dobra. Video to, kaj sem jih naredil v enem letu, je moje največje število bilo 2017. Sem naredil preko 600 videov to v enem letu. Preko 600 videov v enem letu? Ja, to so videi tako od 1 minute do 5-6 minut. Ja. Zdaj, jaz nisem lik z matematiko prijatelj. Ja. To je v bistvu 1,6 videa na dan, če si toliko. Pač štancalo se. Model. Ja, to so produkt videi za Santa Cruz. To niso kar eni editi malo osebni, znaš malo ven metal. To so pa za klijente, ker se mora... Večinoma za klijente, ja. Fakt model, kako ti ta možgan dela, to meni sploh ni jasen. Ja, dobro dela. Dobro dela. Kreativa je, kreativa. Deva reči, da koma ni posledica. Ja, ni, načeloma ni, mogoče še kaj zravno odprlo. Mogoče. Ampak ja, produkt videa, tudi v studiu produkt videa vse za Santa Cruz snowboarde. Eno leto moraš vedeti, kaj je bil res hype. Cela jesenska kolekcija za Burton je bila posneta tukaj. V tem Flaneli, ne samo v studiu, na Pohorju, na Dravi, v kanuju, skrite točke. A pa se to vidi, ali je bilo pol kakšen CGI, da to zgleda kot druge? Pa tisti, ki poznajo, so ziher prepoznali. So prepoznali? Ja, tisti so prepoznali. Ampak zanimivo, ne? Noro to stari. To mi je bilo, naredili smo za celo neke flise, neke vse tote in dejansko cela trgovina v Avorjaju, Franciji in trgovina na Japonskem je bila v mojih slikah narejena. Kaj smo naredili tu od produkta. Kaj pa sam še tole, kaj pa zgodba s tem, kar sva zdaj? To, dragi moji, je pa taka, kot sem rekel že na začetku, taka posebna zgradba, mogoče marsikdo polika ne bi vstopil kle noter, ampak jaz sem rad ta industrial shit in je hudo, ka svina, model si je opremil, naprimer, klele imava sobo, kada sva nekje v koči na Espnu, tamle od zadnje ena stena, bom sliko prepel, kaj je to, s čim si to sestavil? To
pa je prijatelj Teo Ivančič, ki je grafiter, je zbiral vse te špreje in kaj se je zgodilo, kam jaz to eno steno naredil za snemanja in smo pripopali 4000 pločevin kot sprejev na steno. Ja. Koliko časa si to delal? Pa z pomočjo Šikmana smo imela par nočnih. Model zgleda prizadeto in pol še ena soba tam je pa v bistvu ena stara učilnica. Ja, to. In by the way, ta studio je res nekaj izjemnega, tako da hodov. In kako si prišel do tega prostora? Preko Teota. Teo je od vsega začetka že tukaj. On ima od spodaj, kaj riše, različen art, grafiti z lesenimi. Ma mini rem doli, kaj se tudi skejta in pač, no njegov foter, pokojni foter me vpeljal ravno v sodniške vode za džetske. Vidiš, kako ste vse to povezani, je? Ja. Bravo. Vse, kar kle manjka, je samo še Ja. malo ogrevanja, ampak to te krepi pa očitno, kako je rekel, v hladnem pomladine. Ja. Tako da To je bilo najboljše, to na Aljavski je rekel, meso je najboljše, ko mrzlo, a sekala je -30. Ja, to so kar hibridi tam od ljudi. Ja. Ej, daj, da počas toneva proti koncu. Povej mi, se pravi, realno, kje se Denis Janežič vidi čez 5 let? Ali pa 10? Cilj, definitivno narediti film, ki se ga pogleda v kino. Enega smo si pogledali 2024 v kino, že. To je bila Transatenika, ki smo z cestnim kolesom, Bojan in Istok, z Maribora v Atene kolesarila, dokumentarec o celi poti, si ga lahko tudi pogledate zdaj na YouTube, drugače je bil v kino, v Mariboxu. Vse v opisu profila. Ja. Ampak narediti en kvaliteten film, kaj bi rad malo bi rad to psihologijo ekstremnih športov, pa res teh ljudi, ki delajo res velike stvari, zakaj, kaj jim to pomeni, da zakaj je, kako bi rekel, dela jih zelo unikatne, no. Zelo zanimiv mindset je in definitivno ni denar na prvem mestu, ampak je pač kar ena taka dobra zgodba o življenju, zakaj to, pa kaj jih žene in to bi rad naredil en taki film, uro pa pol, ki bo v kinih, ki bo res predstavljal. Zato, kaj se tudi jaz borim, da delam z društvom, da vse to, kaj delam, za čem stojim. Pismo ta star respekt za to, upam, da ti to rad. A boš sploh imel cajt za to? Glej, zdi se, da ni, ampak 24 ur je res dosti časa. Zdaj tako gledaš, ali gledaš, da je malo časa ali dosti časa, zdaj tak, ne. Respekt. In zdaj povej še eno sklepno misel za vse nas in vas fan. Sklepna. Imeti se fajn. Uživati v simpel stvareh. Pa borbat. Biti v naravi. Furat. Čisto simpel. Čisto simpel. Pa uživati življenje. Ni slabo. Živimo v najboljšem cajtu. Fajn se imamo. Negativizem pustimo doma. To je to. Bravo, ta star. Jaz ful cenim, da si mi omogočil tale prostor, da si si vzel cajt v vsem tem tvojih aktivnostih, kaj je. Tako da upam, da se vidimo večkrat kole v Bike Parku Bohorje, da naredimo kakšno minuto, da ti rata vse, kar si zadal, pa da brez poškodb, pa brez kakšnih groznih stvari. Tako da ta star, respekt. Upam, da mi je bilo to všeč. Kje te lahko ljudje spremljajo? Povej še to. Denis Janežič. Instagram, koliko imam cajta gor objavljati, ker je pa res, da edini profil, kaj se ne na dosti objavlja, to moj osebni. Je pa osebni profil. V glavnem, spremljite ga, splača se, pridite v Bike Park Pohorje, ker se bo splačal in že se splača. V glavnem, upam, da mi je bila ta epizoda všeč. Lajki, share, subscribe, v komentar napiš kakšno pozitivno, pa se vidimo v naslednji epizodi. Čus!